Pozdravljeni v novi oddaji podcasta iz Centra Ogol, kjer je nogomet veliko več kot le zmaga in poraz. Vabimo vas, da spoznavate nogomet na vse možne načine in skozi vse perspektive, ki nam jih ponuja. Naš podcast je namenjen predvsem širjenju kvalitetne diskusije in strokovnega spoznavanja nogometa. V primeru, da se vam oddaja všeč, nas delite, sporočite prijateljem tistim, ki menite, da jih nogomet zanima tudi na takšen način. Zagotovo boste našli veliko vsebin tako za otroke, starše ali pa samo navijače, kot tudi tiste, ki delamo strokovno v nogometu. Najdete nas na vseh podcast platformah, tudi na YouTube kanalu, spremljate lahko vsebine tudi na naši spletni strani in še kje. V novi današnji oddaji, ki je tudi v partnerski zvezi z Nogometno zvezo Slovenije, bomo tokrat gostili selektorja A reprezentance Matjaža Keka. Kaj lahko pričakujemo danes v oddaji? Predvsem to, da izvemo, kakšno je delo selektorja, kako izgleda selekcioniranje, kako izgleda nek pripravljalno obdobje ali pa ciklizacija, s katero se selektor, trener ukvarja v tem obdobju, kako je to včasih bilo, ko je Matjažu uspelo se uvrstiti na svetovno prvenstvo in kako izgleda to danes, kjer se samo način tekmovanja precej spreminja, kjer je gostota tekem veliko večja. Znotraj bomo absolutno spoznali tudi selektorja, verjetno v nekih novih, drugačnih pogledih, mogoče tudi nekaj primerjav, kako izgleda delovanje ali v reprezentanci ali v klubu in na koncu tudi, kakšen nogomet lahko pričakujemo v prihodnje v in slovenskem prostoru, kar pomeni kasneje tudi v reprezentančnem nivoju. Vabljeni, verjamem, da boste izvedeli veliko novega. Pa gremo v oddajo. Evo, smo v oddaji, z nami je selektor Matjaž Kek. Matjaž, lep pozdrav. Dobar dan, pozdravljeni. Malo smo se lovila, končno smo se lovila. Moramo povedati tudi sponzorsko malo, ne. Danes smo v Mariboru, hotel Draž, tukaj le pod Pohorjem, to je tudi ena od tvojih baz, verjetno. Ne, ni, je pa pač malo več prostora, pa mogoče bolj mirno je, da lahko kar kaj narediš, tudi kaj se medijskih obveznosti. Tako da večkrat prehajaš sem Na medijske obveznosti. Na medijske obveznosti, ostalo ne. Okay, pač, Imajo pa dobre tortice. smo poskusili, ko smo te čakali, tako da ja, to tudi. V glavnem tiste, ki zanima, ne, da jim povemo, da tukaj je en tak dost športni center, imajo dvorano za odbojko, igrišča nogometna so dost blizu, ne, tako da verjetno se lahko tudi odloči, kdaj za kakšne priprave ali pa za kakšne druge športne aktivnosti, da se pride v ta del Slovenije, se pravi, kulisa je odlična z areno zadaj, ne, tako da, ampak mi gremo danes absolutno v nogomet. Zdaj, tako ko smo se dogovorili, v štartu bi midva poskušala predstaviti predvsem tvoje selektorsko delo, ne. Marsikdo si zelo težko predstavlja, kaj selektor počne, ker velikokrat zgleda, kot da odigraš 10 tekem na sezono, ostalo si pa prost. A je to v bistvu, smo blizu temu ali smo zelo daleč od tega? Ja, če hočeš vedeti na ta način, je to blizu. Če se šteje samo delo, kar se tiče treningov in pa tekem, potem je to v teh okvirih, ki so pač zapisani v nekem programu UEFA in FIFA. Kaj dosti možnosti drugih več nimaš za delo na igrišču, ker si pač vezan na igralce, ki prihajajo iz klubov, klubi imajo svoje obveznosti in potem tu že začaran krog. Jasno je, da se je obseg dela na igrišču dosti zmanjšal. Naprimer od tiste moje prve ciklusa, pa zdaj je to drugače, manj je možnosti in biti z igralci in pripravljati se za tekme. Tekme so v zapovrstju, včasih prav norem, zadnji junijski cikel Lige narodov, 4 tekme, vsak drugi, tretji dan po koncu sezone
je bilo nekaj, kar je bilo novo vsem nam, vse na koncu so tudi živimo v norih časih, zdaj upam, da bolj prijaznih, kar se tiče korone, kar se tiče vsega tega, ampak to je bilo za šport nekaj novega, to je bilo na koncu tudi v nogometu nekaj novega in to je bilo na koncu za nas, ki delamo v nogometu, nekaj novega. Če pa seveda, zdaj pogledaš z drugega zornega kota, strokovnega zornega kota, je pa to delo, ki ga nikoli ni konec. No. Zaradi tega, ker tudi v tistem času, ko so neke pauze v nacionalnih prvenstvih, iščeš kontakt, usmerjaš vse to skupaj, preverjaš, ker dejansko skozi treninge več nimaš možnosti, da bi karkoli videl in se moraš nasloniti pač na vse tisto, kar vidiš v klubskem delu, v tekmah, včasih v treningih, kontakt, telefon, kar je bil zdaj v zadnjih letih seveda edino možno, zdaj je tega malo več, tako da kakorkoli, pred novim ciklusom seveda neka nove zadolžitve, dejstvo pa je, da mogoče potem si več kontaktov z strokovnim štabom. Ampak delo, ki seveda ni vezano vsak dan na igrišče, na trenažni proces, na pripravo in na izvedbo tekme in na analizo tekme in potem seveda marsikdo misli, da delaš vsaki pač 2 meseca, 3 mesece malo, ostalo pa vlečeš denar. Ampak tako je pač še elektrsko delo. Če midva gremo, ne vem, ti, ko si prevzel v tem drugem ciklu reprezentanco, ne? Se pravi, prvo si verjetno šel izbirati svoje sodelavce, preden se pravi, to je nek vrstni red, kako si ti začel funkcionirati, ne? Na kak način ti izbiraš, rečemo, sodelavce v tem prvem delu? Kaj tebe najbolj zanima? Kar se tega drugega dela tiče, najprej moraš skleniti dogovor z predsednikom oziroma za tistimi ljudmi, ki pač odgovarjajo za to, da ti zaupajo do, ne vem, karkoli, jaz sem že povedal parkrat v medijih, tu nekega pogajanja pri meni ni. Ne. Ko se pač končala epizoda na Reki, sicer so že bili nekaj prej kontakti z vodstvom nogometne zveze, ampak jaz, dokler sem pač imel obveznosti do Reke, se ne pogovarjam z drugim, tako isto zdaj, ko imam pogodbo za nogometno zvezo, ne iščem karkoli preko kruha pogače, ne, ampak eno so medijske špekulacije, drugo se pa kar je res in potem, ko se sklene dogovor, potem pač začneš razmišljati, analizirati stanje, v katerem je, moram priznati, da si kaj dosti prej nisem s tem ukvarjal, ker so bile zadolžitve in pa obveznosti na Reki izredno velike, ampak potem tudi pauza ni dolgo trajala, moram priznati, da je res do dogovora z predsednikom nogometne zveze gospodom Mijatovićem prišlo, mislim, da v 2-3 minutah, ne, da tu niso neki pogoji z ene ali pa druge strani, pogodba je sklenjena na ta način, da je lahko prekine nogometna zveza, da je lahko prekinem jaz brez nekih obveznosti, ker meni tiste zadeve še eno plače ali pa še 2 ali pa 3 plače ali pa ne vem, to pač mene ne zanima, nikoli v življenju ni tega to zanimalo in sem relativno dobro tu skozi prišel. Jaz bi bil seveda najbolj srečen, če bi lahko pogodbo pač oddelal do konca. Potem pa začnejo se tisti operativni del, tisto moče, kar nekoga bolj zanima, kaj je na razpolago na nogometni zvezi, ker zakaj bi nekoga odpisal, ki dela dobro in tudi tisto masovno preseljevanje celih strokovnih štabov, ne vem, jaz sem šel na Reko, naprimer, sam, nikogar nisem zraven, nikogar nisem imel, pa se je izteklo dobro, tukaj na nogometni zvezi sem nekatere ljudi poznal, nekaterimi sem že delal in potem na ta način pač začneš sestavljati sliko od same širine strokovnega štaba do pač tistih, ki so na voljo. Tudi v tem zadnjem primeru sem vzel že ljudi za seboj oziroma jih povabil na sodelovanje, ki sem jih poznal, ki so bili preverjen kader in ki mislim, da so naredili dobro delo. Seveda pa potem samo delo pokaže, kaj je dobro, kaj ne. Tako da tudi, kar se tiče strokovnega štaba, je to ena živa zadeva za mene. Bolj potekajo selekcioniranje več čas, ali kaj? Ne selekcioniranje, pač gledaš na to,
kaj ti lahko nekdo da, kaj ti lahko nekdo pomaga. Ker jaz sem že dostikrat rekel, ne, da čas tisti, ki nosijo markirne majice ali pa predstavljajo pupe, da mislim, da je mimo. Ne, da one man band, meni še skozi mojo muziko se ne sliši dobro, oziroma zelo redko poslušam kakega solista. Ne, zaradi tega tudi mislim, da v nogometu danes enostavno je to takšna širina, zahteva toliko strokovnosti na različnih področjih, da zelo težko sam, oziroma z mojega zornega kota nemogoče, da sam vse to skupaj pokriješ. In potem so pač dobrodošli ljudje, ki so strokovnjaki na svojem področju, jaz pravim, ki znajo, po drugi strani pa tudi smejo prevzeti in upajo prevzeti odgovornost za tisto, kar delajo. Se pravim, dostikrat se to izpostavi kot eden od temeljnih zadev v nekem delu. Tu ni neke velike razlike niti v klubskem nogometu, niti v reprezentančnem nogometu. Včasih pa seveda mora priti do nekih popravkov, do različnih mnenj, ki potem narekujejo na to, da pridejo do določene spremembe. Meni se je v moji karieri pokazalo to včasih za dobro, včasih pa tudi ne. Ampak zdaj, če primerjaš ti v Reki, si imel v bistvu precej večji ta štab, s katerim si deloval, ko ga imaš zdaj v reprezentanci, ne? Je to tebi kaj problem ali je to tebi lažje? Zdaj že sam, ne vem, verjetno ta medicinski del ti je tu manjši, ne? V primerjavi s tistim, kar si dol. Ja, ne? zdaj, Pa imaš še kondicijski del, ne, verjetno je spet specifika, tako da sam ta ožji trenerski ti pa ostaja večji. Imaš tukaj želje imeti kaj več ljudi, ne, zdaj malo pretiravo, ne, ampak vemo, da to smo se tudi, ko smo vdajo pripravljali, ne, pogovarjala, ne vem, ti pridejo Nemci z 10 lahko analitiki, ne, pa je vprašanje, so jim zdaj kaj koristili na svetovnem prvenstvu ali ne. Ti imaš, ne vem, pač enega videoanalitika, kakor jaz vem, ne, ki ti pripravlja več ali manj. Zadeve so nekaj tiste, kar je vidno, kar je pač na papirju, drugo je pa še so vedno odzadaj nekateri ljudje, ki so dobrodošli v izmenjavi izkušenj, zdaj če zelo moderno je, ne, v analizi, ne, ampak prej ne pri Nemcih, ne vem koliko so jih imeli, ne vem, karikiral sem, ampak z vsemi tistimi so bili prvi na avionu skoraj, ki so šli, ne, iz Katarja. Tako da, zdaj ta sama veličina, jaz sem rekel že prej, na Reko sem šel sam. V Savdsko Arabijo sem šel za neko ekipo, ki mi je bila ponujena, ki sem jo sprejel in ki se je pokazalo za zelo slabo. Za zelo slabo, od tolmača naprej do vse to skupaj je bilo mimo, ne, in tu na koncu koncev je tudi odgovornost tebe kot šefa strokovnega štaba ali kakorkoli se pa zdaj temu reče. Je pa seveda, kot sem prej rekel, to živa zadeva, ki se razvija in iz Reke, ne vem, iz 3-4 je seveda potem zgodba začela rast, ne, ampak prišlo je tudi do menjav, nekateri so šli, drugi so prišli. Jaz stalno pravim, da neka nova dodatna energija je vedno dobrodošla, je pa predvsem na prvem mestu znanje, ne, ampak s tem, ko se menja tudi način dela v sami selekciji, se tudi verjetno bo menjal tudi način same strokovnosti oziroma potrebe strokovnosti iz določenih področji v strokovnem štabu, ker če zdaj si na igrišču na enem ali pa 2 treningih, ne, vse ostalo je pa neka priprava, neka teorija, neka komunikacija v sami akciji in po sami akciji, potem bo verjetno zahtevalo to tudi mogoče tudi kakšen drug profil, ne, in jasno pa je, da danes strokovni štab je nekaj, kar je okoli igralcev, vsi ti igralci, ki jih imam jaz zdaj na razpolago, prihajajo iz bolj ali manj bolj velikih oziroma manj velikih klubov, ki imajo svoj strokovni ustroj in jasno je, da nekdo, če igra, ne vem, za Atalanto ali pa za Atletico Madrid ali pa Panathinaikos, je navajen na nek svoj strokovni ustroj, na nek support, potem ne more ga tu pričakati selektor, pa en maser, pa doktor, ki prije na vsaki 3. dan. Kako je zdaj, rečemo, pol tvoj tim v reprezentanci, ko imate vi akcijo, koliko ljudi skrbi za reprezentanco? Na koncu, ko se usedemo za mizo prvo večerji, je to že kar ena številka, ne? Od tisti, ki so zadolženi za opremo, na koncu tudi peljati te mora nekdo nekam, ne?
fizioterapeuti. Danes je dejansko to postaja zelo pomemben del, ker igralci ti prihajajo direktno s tekem. Sama regeneracija, priprava na tekmo zahteva res to maksimalno strokovno znanje, najvišji možni nivo, potem so tu zdravniki, potem so trenerji, staff, kar se tiče team managerja, PR, se tudi vi ste kontaktirali najprej za tistimi, ki so za to zadolženi, potem je tudi tisti tehnični del ekipe, ki skrbi za vse skupaj, kar pač je v nekem življenju. Jasno pa je, da je zdaj v reprezentanci dosti lažje, ker smo zopet na Brdu, zopet s renoviranim hotela, ne, se nam je pojavila možnost, da smo na Brdu in koriščenje tega nacionalnega centra na Brdu je nekaj najlepšega, kar je pač zdaj v tem mojem poklicu. Dobro, jaz ne bi se vračal preveč daleč, ne, ampak jaz približno vem, kako sem začel, kje smo začeli v prvem mandatu, pa mogoče potem tudi v Saudiji, pa predvsem na Reki, ker ni bilo dojenih pogojev. Ne. To, kar zdaj se vidi na Reki, to je ena druga zgodba. To je nekaj, kar je to je nekaj, kar je bil privilegij vseh tistih, ki so za mano prišli. Ne. To, kar pa ima Nogometna zveza Slovenije, kaj je uspelo Nogometni zvezi Slovenije zgraditi v enem fantastičnem ambientu tega parka na Brdu, to je pa nekaj, kar je pa zdaj vsem nam res velik privilegij. Na koncu tudi neka stvar, na katero smo lahko zelo ponosni, ker ne vem, pridejo eni Hrvati mimo ali pa kdorkoli, ne, ko vidijo vse to skupaj, potem je seveda to nekaj, kar je potrebno koristiti, kar je potrebno dati v uporabo, ne samo A selekciji, tu je še U21, tu so ženske zdaj, tu so mlade selekcije. Moja neka ideja je, da bi seveda na nek način bila ta igrišča zasedena, če se da 24 ur na dan, seveda se zdaj to ne da, ne, ampak to je malo zdaj tako povedano. Tako da teh ljudi je okoli kar nekaj. Ne. Kar nekaj je pa seveda en tehnični del, ne, pa en tisti strokovni del, to je analitik potem, kot ste že povedal. Ne, in tu je zdaj zadeva takšna, da mogoče to ni najpomembneje. Pomembno je, kaj iz tega ven dobiš. To je zdaj tisto, del, ko me zanima. Ne. Zdaj, v tem januarju, rečemo, ko se ti že počasi pripravljaš, ne, tudi vmes smo se pogovarjala, si že bil skoraj na letalo, na tekmo, ne, da bi si šel malo v živo tudi pogledati naše potencialne kandidate. Se pravi, tu je zdaj veliko verjetno poti, velike komunikacije z igralci, v kakšni formi so, koliko igrajo, zakaj igrajo, kakšne so komunikacije znotraj klubov in tako naprej. Ne. Zajce je ravno, včeraj je Fejs pomagal, da je Fenerbahče zmagal, ne. To je tudi zelo verjetno pomembno. Ne. Koliko ti v bistvu potrošiš časa, imaš to prav organizirano, kdaj kdo bo komuniciral, je to večinoma na tvojih plečih ali imate to razdeljeno, trenerji med sabo tudi, se pravi v tem tvojem strokovnem timu, kdo koga kliče in na kak način komunicira, da pridobivaš informacije, ne vem, zakaj nekdo ne igra ali pa zakaj je igral sam 20 minut ali pa ne vem, je 3 tekme že sedel, ker tudi to se ti pač vmes dogaja, ker se verjetno, glede na to, da o tem bi tudi malo kasneje govoril, ne, da ti ne rad veliko menjavaš ekipo, ki jo imaš, ne. Tudi tvoji reprezentanti vejo, da ko si enkrat noter, si noter in težko ven padeš, ne, ampak tudi zelo težko pa zraven priješ. Ne. Kako pridobivaš te informacije, rečemo ti, kaj se dogaja v klubih? Tisti, ki so danes v nogometu, v bistvu vejo, da se danes v večini primerov vse da v živo živeti po teh različnih platformah, da tu danes je zadeva popolnoma drugačna, kot je bila še par let nazaj, ne, ko se nekatere tekme pač niso dali videti in si moral videti v živo. Zadeva se je z COVID protokoli znatno spremenila v nekem obdobju. Vse skupaj se zdaj to odpira, kar je, hvala Bogu, zopet tako, kot je, ne, in se vrača na to, da se na tekma da priti, čeprav nikoli nismo imeli tukaj nekih problemov, da večji problem so bila potovanja in vse to skupaj. Ne. Je pa seveda ta strokovni, jaz pravim, ta del strokovnega štaba, ki je pač zato tu, da ti trenerji, pomočniki trenerjev, analitiki in vse to skupaj
so pač seveda v nekem programu, v nekem spremljanju nekega dogajanja, določene tekme se pogledajo v živo. Nazadnje smo bili v Udinah na eni tekmi in bili so trenerji, jaz nisem bil, zato so tudi trenerji, da grejo, in potem je tu še tudi kontakt z igralci po tekmi, kar je pač takrat lažje kot pa pred tekmo, ko seveda imajo svoje protokole, svoj urnik. Nekaj se pogleda kot sem že povedal, na teh platformah. Dejstvo je, da se zdaj vse to skupaj odpira, nam omogoča možnost tudi samega kontakta, ker mislim, da je to ena zadeva, ki daje igralcem nek drugačen pristop oziroma dojemajo to na nek drugačen način, kot samo po telefonu. Ampak se pravim, to je ustaljeno, to je dogovorjeno, to je naprej pripravljeno. Ko vidimo, če nekje pri nekam je kakšen problem, sploh zdaj v tem transfer času je to seveda zelo, zelo zanimivo. Je pa tako, ne, da jaz nisem tip, ki se vtikujem v politiko niti samega igralca, ni še daleč od tega z agenti igralcev. Tudi vsi ti klubi imajo svoj neki rating in imajo svoj mir, svoj red. In tukaj ne prihajam v neke velike kontakte, določenega trenerja se včasih pokliče, športnega direktorja, seveda vsi ti imajo svojo logiko, ne. Predvsem smo jim mi dobrodošli, ko prosijo, da reprezentanti ne bi prišli na kakšno akcijo, oziroma so tako hudo poškodovani, da komaj ležijo, ne, potem pa čez 3 dni igrajo za reprezentanco. Potem je seveda to pač neka igra, ena komunikacija, ki je včasih na zelo tanki črti še prenocljivega, oziroma da lahko še sprejmeš vse to skupaj. Ampak moram priznati, da v zadnjem času, razen Kampla, ki je pač povedal, na kakšen način in zakaj, nismo imeli teh problemov, kar na koncu mislim, da se je tudi zdaj nazadnje videlo. Včasih seveda potrebno tudi strani igralcev, tudi strani strokovnega štaba iti preko mogoče neke želje nekega kluba in pokazati, koliko pomembno in kaj pomeni komu igranje za nacionalno vrsto. Ampak to so že potem karakteri posameznih igralcev. Tako da tole spremljanje jasno je dogovorjeno, pripravljeno, predvsem pa v tistih momentih, če je treba kje hitro kaj reagirati, dostikrat zaradi poškodb. Kar se pa tiče minutaže, to pa v Sloveniji ne bo nikoli idealno. V enem momentu vsi igrajo, zablestijo, vsi to samo poka, ne. V drugem momentu je to slabše, ampak meni je važno, da so vsi v procesu treninga, da so na tem nivoju proces treninga. Zdaj, če je to 30 minut, je 30 minut, seveda jasno bi želel tekmovalno prakso, neko formo skozi tekmovalni ritem, ampak dejstvo je, da mi razen mogoče 3-4 nimamo igralca, ki bi bili nekje nosilci v svojih klubih, kar je pa potem seveda tudi pogojeno za neko minutažo. Ampak kontakt iskanja nekih igralcev, ki mogoče prihajajo v poštev za naslednje akcije, kontakt z njimi samimi, z agenti in vse to skupaj, ker to je vse danes zelo, zelo povezano in včasih je treba tu iti na lico mesta, včasih je dovolj telefon oziroma videokola, kakorkoli zdaj že temu rečete. Ampak kar se samih tekem tiče, če hočeš, danes se da tekma videti vsaka. Mi in ti programi seveda se koristi, ampak dostikrat je pa tekma se pogleda v živo, se vidi, gledali smo to tekme v bližini, zdaj seveda, ko se tale nori čas in transferjev in tudi vremena, v katerem smo, malo ustali, malo stabilizira, potem bomo na različne načine, nekdo pokriva Italijo, nekdo pokriva Avstrijo, Nemčijo, nekdo pokriva Balkan in vse to skupaj. Skratka, mislim, da se ne more zgoditi, da ne bi imeli minuto po koncu neke tekme že vedeti minutažo oziroma čin igranja ali poškodba, če se je zgodila, oziroma zakaj ni v kadru in kaj se dogaja z igralci. Ko si prej Kampla omenil, imamo mi, rečemo, na zvezi ali pa ne vem, je v tvojemu timu kdo zadolžen, da tudi se išče tiste igralce, ki so rejeni v tujini, pa imajo možnost igrati za Slovenijo. Zdaj, pač Kampl je bil en tak primer, zdaj, on je začel za mlado reprezentanco pri nas šele igrati,
Ker vsake toliko časa se pojavi nekdo, ki je rojen v tujini, na kak način, kdo najde te igralce? Jasno, da tudi tukaj je nekje en protokol, pravzaprav smo tu vpleteni vsi. Predsednika, zdaj direktor reprezentanc, Miran Pavlin, ki je na tem področju izredno močen, izredno široko je razvejano njegova interesna in njegov interes, tako da se pravi, poskušaš ves čas iskati, zadnji primer je Sandi Lovrič, ki mislim, da je dodana vrednost enostavno v reprezentanci. Seveda tu je treba zadovoljiti potem pač vse, da pride do nogometnega pasoša, zdaj v nekaterih primerih gre to lažje, v nekaterih malo manj, ampak osnova pa je, osnova pa ostaja vedno ista. Igralec si mora želeti igrati za slovensko reprezentanco. In vse ostalo nikoli ni imelo nekega uspeha oziroma nikoli ni padlo na plodna tla ali pa da je trajalo nekaj dalj časa oziroma da je ta igralec bil nekje dodana vrednost k tistemu, kar pač imamo doma. Ne. Ampak na koncu koncev se to vse skupaj nekje poveže in vedno je nekje, pa zakaj ne domači igralci, pa zakaj ne toliko od teh, ko pride ven, pa zakaj zdaj iščemo, ne vem, po Argentini ali kjerkoli pač se to išče, ampak je pa seveda tako, da tudi drugi to poskušajo narediti. Ne. Imamo zdaj zelo svež primer igralca, ki ga poskušajo prepričati, da bi igral za drugo reprezentanco, Dino Hotić, eden izmed tistih, naprimer, ki so se videli nekje drugje, ampak jaz vsakemu pravim, vsaj še enkrat poudarjam, volja, želja igranja za slovensko reprezentanco je predpogoj, da se začnemo sploh kaj pogovarjati. Vse ostalo, vse pri meni osebno ne pride poštevno. Pripadnost je tista, ko je ključna. Pa ne gre za pripadnost, gre za to, da če se za nikoga ne želiš igrati, jaz mislim, da kartoni oziroma igralcev CV, ne vem, da pri klubih še razumem, da je lahko tisto več ali pa manj, pri nacionalni selekciji jaz zelo težko to razumem. Jaz sem pa že parkrat povedal, pa je to, vem, da izvenelo to vedno nekje, da nakladam oziroma se nekaj zmišljujem. Igranje, himne, dres, pa vse to skupaj, to, če ne znaš tega doživeti, potem ne znaš to pretočiti v neko emocijo, v nek karakter, ki se izkaže kot dober na igrišču. Nekaterim to uspe, nekaterim generacijam je to več igralcem uspelo in tiste so uspele. Nekateri so to slabše dojemali oziroma so jim bili nekateri mogoče osebni izzivi v prioriteti nad nacionalno selekcijo, ampak jaz tu še enkrat na vse te mlade mogoče slovenska reprezentance, zdaj so tudi ženske in to je prav, jaz sem tega zelo vesel, so pomagali že marsikomu ne rešiti, ampak na nek način opozoriti neko osebno kvaliteto, individualno kvaliteto, ki se je pretočila potem v igranje oziroma v donosnejše pogodbe, v reševanje statusov in jaz imam tukaj zelo pozitivne izkušnje z generacijami. Enkrat gre to hitreje, potem pač treba to nekaj časa traja, da zopet najdeš nekaj. Ne? Jaz se spomnim v tem času, ko si tudi igral za reprezentanco, je bilo zelo tipično, da če nisi igral za reprezentanco, si se zelo težko prodal tudi v tujino. Danes je zadeva malo drugačna. Tisti časi so neprimerljivi, takrat je Slovenija komaj nastajala. Jaz sem igral v tisti tekmi, ko je pravzaprav mislim, ali bila druga ali tretja tekma slovenske reprezentance, ampak brez tistega takrat ne je bilo tega zdaj. Da pa se mlada država na nek način ima neke svoje težave, prihajali smo zelo mešanega prostora Balkana, zelo prepletenega in vse to skupaj. Danes je seveda to popolnoma nekaj drugega in ne vem, največje reprezentance na svetu imajo nekoga naturaliziranega. Jaz zagovarjam vedno tiste, ki pač imajo tudi pasoš, ampak slej, ko prej bomo morali začeti razmišljati tudi o neki možnosti, kot jo imajo naprimer košarkarji, ko seveda to je dodana vrednost in to je vidno na igrišču, to je vidno v rezultatu. Tako da jaz pač zagovarjam tezo, da se nam zdaj v tem momentu ne sme zgoditi, da nam
Doben ne pobegne na ta način, da ga ne bi imeli fokusirano. Druga je moja izbira, ko jaz presodim za strokovnim štabom, ali je to dovolj dobra kvaliteta za reprezentanco ali ne, ali je to tisto, kar lahko pripomore, da smo boljši, oziroma ali je treba še tu počakati. Tisto so ene druge odločitve. To pa seveda, kot sem rekel, predpogoj pa je seveda volja, želja in osebno neko prepričanje, da si želiš igrati za slovensko reprezentanco. Pa še potem je seveda to zadeva, kot se zdaj naprimer v zadnjem času zgodilo z Lovričem, ki je v prvem momentu zablestel, ki je definitivno naredil eno razliko, ki ima pa zdaj v neki drugih zadožitvah, v neki drugem pogledu, v neki drugi igri, mogoče malo manjšo minutažo. Tako je seveda tu nastane neko vprašanja z ene strani, z druge strani, z tretje strani, ampak to so pa tiste zadeve, kar se tiče v tem selektorju trenerjev. Tu pa ne pomaga nič. Tu pa ne pomaga vpliv niti mame, očeta, niti kaj, da še ne naštevam kaj, karkoli dalje. Na koncu vsi dobro vejo, v katero smer gre. Pa čeprav seveda to je tista tema, ki jo mediji oziroma tisti, ki iščejo alibije. Vse ga ni poklical, ker je iz Ljubljane, ali pa vse ga ni poklical zaradi tega, ker ne mara slovenske lige. Ampak tako pa če, vse to je vedno tako. A drži to, da pri tebi je težko priti v reprezentanco in težko tudi spasti? Tisto, kar sem prej rekel. Imaš ti tako občutek ali ne? Jaz seveda, zadeve 2 tekem v enem ciklusu, ne? Ja. Niso potrebne neke rotacije, razen če gre za taktične zadeve, če gre za poškodbe ali zaradi kartonov. Dejstvo je, da brez treningov je način prihajanja do neke avtomatizacije, do neke uigranosti zelo težavn. Mi pa nimamo individualistov, oziroma imeli smo jih v enem ali pa 2 primerih, ko so sami pod narekovaji, kot to temo. Ko so lahko delali razliko. Ko so naredili razliko, predvsem na tistih igralnih mestih, ki so najbolj pomembna, to se pravi tam, ko se vrti vse okrog golo. Tako da jaz stalno stavim tudi v zdajšnjem primeru, ko sicer na naslovnicah je en igralec, ki je neka poživitev, ki je neka dodatna energija, ampak za tem igralcem je pa še 10 drugih, oziroma še tisti, ki so na klopi, še tisti nekaj, ki je na tribuni. In tukaj pri meni ni razlike. In če zaradi tega je pri meni teže ali lažje priti noter, to je seveda moje tisto prepričanje, moje gledanje na problem, ampak se pravim, zadeve se spreminjajo ravno zaradi manjše količine treninga in neke daljše verjetnosti, da bodo avtomatizacija pač nekaj časa trajalo, ampak s tem si jaz zdaj ne kupujem nobena libine ali pa karkoli, da more trajati. Imaš ti pol, rečemo, za reprezentanco letno dnevov, ko ste vi skupaj? Cirka. Zdaj, v 2 leti nazaj, ne vem, smo bili 2krat skupaj, 3krat, potem pod nekimi režimi, ki so bili katastrofa. Lani, ko se je zaključevala Liga narodov, seveda so tiste 4 tekme, to takrat je bilo 10 teh tekem, smo igrali v 22. V bistvu prijateljskih tekem skoraj več ni. Mi smo dobro izkoristili termin za Katar, Nogometna zveza je naredila tukaj fantastični posel, da smo igrali s Katarjem pa za Hrvaško. Vse ostalo pa je zdaj tekmovanje. Nove kvalifikacije v 23 se začnejo marca, se končajo novembra, tu ni več zdaj časa, ja pa en termin je prijateljski, sploh v tistem momentu, ko si v skupini za 6. Skupina za 5 ti daje 2 termina za prijateljske tekme. Tako da vse ostalo pa vse sem ja že povedal. Večina klubov teh naših reprezentantov igra sploh v jesenskih delih v nekih evropskih tekmovanjih. V Champions League sicer malo manj, tisti, ki igrajo v torek pa sredo, malo manj. Večina tistih, ki igrajo v drugem oziroma v 3. kakovostnem evropskem tekmovanju do Lige konfederacija pa Eurolige, te tekme so v četrtek. Potem je jasno, da te klubi igrajo prvenstveno tekmo v nedeljo. In potem je normalno, da seveda nedeljo odigrajo, to so bolj ali manj večerne tekme, ne da se takoj na pot, tudi imam raje, da prespijo po tekmi, da ne potujejo po noči, če ravno ni neka Rusija oziroma neke nore avionske veze. In potem je tu pa ponedeljek, se pravi dan, tudi regeneracijo, ker tekma reprezentance je pa v četrtek. Ampak oni pridejo v bistvu, prvi smo skupaj ponovadi v torek.
v torek, to je pa 48 ur po njihovih prvenstvenih tekmah. To je tudi vprašanje intenzitete vsega tega, regeneracije po sami tekmi, po potovanju in to. In potem smo že v torku, kjer je nek trening planiran. Zdaj, kakšna izvedba, če se dotikaš kakšne poškodbe, kakega potovanja oziroma kakšne utrujenosti zaradi minutaže in potem je že sreda. Ne? Četrtek pa igraš. Tako da dejansko zato pravim, ne, da zdaj nekaj v Portorožu govoril na to temo. Danes je zelo pomembno, da tukaj si usmerjen, da tukaj ne svaštariš, da veš, zakaj gre, da je to pripravljeno, organizirano, da je v bistvu ena minuta treninga ne sme iti mimo, da mora biti pred treningom in po treningu pripravljeno vse in dodelano, dogovorjeno in v organizaciji brez najmanjše možne napake. In potem tudi sam ta transfer dane informacije do tistega, kar dobiš oziroma vidiš na igrišču, kaj dobiš na igrišču, mora biti čim krajši. Čim krajši, to je seveda zdaj pač problem selektorjev oziroma tudi nekaj kvalitete igralcev. Ne. Zdaj določeni igralci na visoki kvaliteti verjetno lažje vse to skupaj rešijo. Jaz sem še enkrat rekel, ena individualna kvaliteta, ki se je tudi na svetovnem prvenstvu pokazala in ki je bila na koncu odločilna, je imela na začetku velik problem. Leo Messi je imel na začetku, Argentina imela velike probleme. Dokler se ni okrog njega postavil zid, to je moje gledanje na problem, verjetno vsi drugi imate pač svoj pogled in tako je tudi prav, zato je nogomet interesanten. Dokler se ni postavil zid okrog za Leo Messijem, to takrat je Argentina visela. Danes, da se ne vračam na tekmo, ki so izgubili. Tako je zdaj tudi individualna kvaliteta seveda mora biti podprta. Individualna kvaliteta ti lahko potem tekmo reši. Jaz sem pa rekel, mi zdaj v tem momentu nimamo te individualne kvalitete. Čeprav smo v določenem momentu imeli igralce, ki so v Ligi narodov na najbolj pomembnih tekmah za svojo individualno kvaliteto dali tisti touch ali v branjenju ali pa v dajanju golov. Ampak za vsakim posameznikom je pa stala ekipa in to, kar mislim, da mora biti neko razmišljanje, neka filozofija v slovenskem nogometnem prostoru. Mogoče prej pa kot postavljanja nekega modela, kako naj mi Slovenci izgledamo. Ne? Če tako gledam, nekateri ti vseeno že prihajajo v Slovenijo lahko tudi v nedeljo, ne? Ker tisti, ki igrajo v petek pa soboto. Ja, nekaj malega igralcev je takih. A te že imaš pol v nedeljo tudi na Brdu ali še imajo oni tam dan prosto, pa v ponedeljek začneš v bistvu s temi bolj individualno pristopati. Ja, ker marsikdo verjetno pride tudi domov, pa je zelo vesel, da ima 2 ure za družino pa prijatelje, da jih lahko vidi. Se pravim, to je zdaj tista stvar komunikacije, ampak vse takrat se ne začne problem reprezentance. Problem reprezentance začne se že 3 tedne, 14 dni prej, ko so kontakti z fizioterapeuti, z kondicijskimi trenerji, tisti, ki so za to dogovorjeni, da pripravimo nekdo, če igra v petek, potem je jasno, da ne bo prvič treniral v ponedeljek zvečer. To je pa popolnoma jasno. Dejstvo je, da tudi obstaja problem, da prihajajo nazaj v domovino, v bistvu. Prihajajo domov, prihajajo k familijam, da tudi tu je treba najti komunikacijo, nek prostor, da se jim omogoči, pa ne zato, da se bi kje slikali okrog, ampak enostavno ga razumeš kot človeka, kot mladega človeka, ki bolj ali manj, verjamete, služijo težek kruh v tujini. Ne. Vse to lepo zgleda, vse to skupaj fajn, ampak tam vsak dan nekje v Turčiji, ne vem, ali pa v Rusiji, ali pa kjerkoli, ni to najbolj enostavno. Ne. To so mladi fantje in te zadeve mislim, da smo v zadnjem času dobro reševali. Te zadeve smo reševali na tak način, da seveda v prvi vrsti ni trpel nogomet, v drugi vrsti pa tudi neko psihična uravnovešenost, neko zadovoljstvo, notranje zadovoljstvo in vse to skupaj v tem momentu, ko nimaš nogometnega treninga, je zelo pomembno. Ne. In tukaj je seveda potem širina strokovnega štaba in pa komunikacija do igralcev še kako pomembna, ker enostavno ti s 24, 26 igralci ali pa 30 ne gre to. To je 14 dni prej, gre ven širši spisek, na katerem je 30-35 igralcev in potem
se ta svisek skrči pač na tisto, kar rabiš, ali je to 23 ali je 23 plus 2, ampak samo delo, sama priprava za čisto operativni del se začne dosti prej. Ne. Ampak to, kar si prej vprašal, je zelo, zelo pomembno. V določenem momentu igralec, ki igral v petek, igralec, ki prije z avto, naprimer v Slovenijo, seveda mu omogočiš, da gre tudi domov, ampak v nekem dogovoru in v nekem sodelovanju z kondicijskim trenerjem, predvsem pa z fizioterapeuti, če je igral. Če ne, pa je to pač tisto, kar tudi mislim, da dobiva vse večjo in večjo veljavo. Tudi nekaj so govorili ljudje iz večjih klubov na zadnjem seminarju v Portorožu, to je individualizacija v trenažnem procesu. Ne. Jaz sem že to pred mnogimi leti enkrat razlagal, delovanje v Bayernu, na kak način oni sestavljajo mozaik skupaj. Jaz mislim, da je tu danes predpogoj zaradi večjega, že samo čisto manjša skupina, večja koncentracija, večje število ponavljanj, hitreje priješ do tistega, kar bi hotel. To je in potem sestavljanje vsega tega mozaika, ne, predvsem pri mlajših bo tu absolutno potrebno. Ne. V bistvu na eni taki akciji je tudi zelo težko prvo, da priješ ti že v neko moštveno taktiko, kar verjetno več ali manj v sredo delaš, ne? V sredo si, v torkih si še v nekih skupinskih. A ne, delaš od prve minute dalje. Delaš od prve minute dalje, ko so vsi skupaj, delaš od prve minute, oziroma mozaik sestavljaš že pred treningom z video informacijo, z tistim, kar jim daš na razpolago, da oni pogledajo, da pravzaprav zelo pomembno je, da oni na trening pridejo pripravljeni. Ne samo kar se fizike tiče, kar se tiče same taktike in vse je nekaj. Ti daš igralcem pol že prej informacije, kaj se bo na treningu izvajalo. Absolutno, določene zadeve dobijo prezentirane že pred tem v razgovoru z trenerjem, v razgovoru z mano, v razgovoru z kondicijskim trenerjem. Vse to skupaj je treba zložiti skupaj, ker eden, ki ima minutažo 5 minut v zadnjem mesecu, ne more biti eden, ki ima pa 90 minut vsaki tretji, četrti dan. Ne. In tu je to potem treba sestaviti, ampak na koncu, ne, torek zvečer, sreda, tu pa več ni. Ne. Tu pa mora nekdo včasih stisniti zobe, včasih pa mora kdo pač razumeti, da v določenem momentu se moraš zelo hitro odločiti, v katero smer bo šel, kdo so tisti, ne, ki zdaj tu ti trening ne bo dal neke velike informacije. Ne. Zadeve imaš eno, dve možnosti, da zarotiraš, da poskušaš, ali pa še bolj to. Vem, da smo imeli pred zadnjo tekmo na Švedskem v Ligi narodov, tekma je bila pomembna. Ne. Nismo smeli izgubiti zaradi tega, ker bi bilo potem pač fajn, ostanemo, neka skupina se je izoblikovala, ampak način, na kateri bomo pač šli v tekmo, razmišljanje, samo je bilo, trening je dal katastrofalno informacijo. Ne. Seveda potem te začne malo grist. Ni dobro izgledalo. Ni dobro izgledalo. Zmagali smo Norveško, kar je bilo dobro na en taki način, ki je dal samozavest. Ampak tista samozavest traja en dan, 2 dni. Ne. Potem je tu nova, potem je Forsberg, ne vem pa, kako so se vsi ti majstri pisali tam zgore, ne, v Solni. In potem moraš zelo hitro tekme gledati tudi drugi. Ne. To nismo samo mi najbolj pametni, ne. So še nekateri, ki dosti bolj pametni. Ne. Vem, da je Švedov, to, ko si pač prvi prašal, ne vem, mislim, da je eni 30. Norvežano je bilo sigurno za en dodatni avtobus. Ne. In potem je treba pač brez treninga pravzaprav, ker je bila regeneracija, potovanje, trening na stadionu, ki pa je že prežgejo ti luči, vgasnejo ti točno po 60 minutah luči. Ne? In te zgodbe je konec, ne? In tu nimaš kaj več pametovati. Tako da je... Ampak samo to poveš, kaj to pomeni 60 minut, ker po mojem večina ljudi ne ve, kaj to pomeni. Se pravi, tebi je dovoljeno en dan pred tekmo. Ne meni samo, vsem. Pač tebi. Ekipam, ne? Se pravi, vedno en dan pred tekmo tam, kjer se gostuje 60 minut. In to je konec. In to je to. Redki so danes, redki so tisti, ki ti pustijo mogoče 50 minut več. Še to je seveda pogojeno za tem, da je igrišče ok. Če ni igrišče ok, potem se zapirajo določeni deli igrišča, ne, da tam sploh ne smeš trenirati. Tudi o tem razmišljamo oziroma gledamo, učimo se, primerjamo.
veliki klubi, velike reprezentance se poslužujejo pač, da zadnji trening oddelajo v svojem centru doma. Dopoldan, naprimer ob 11, potem je kosilo, se gre na pot, če potovanje ni predolgo, do nekje 2 ure še gre, in potem se gre na stadion samo tisti večer, pogleda se, samo se moraš pojaviti, ker mora biti tiskovna konferenca, na licu mesta, pa že tudi zdaj se to da prej posnet, pa se posredovati medijem, vse to skupaj, ampak o tem vam lahko drugi razlagajo. To se pravi, da si vzameš dovolj časa, da odtreniraš doma, ne moreš treninga gledati, ti ga ne vidijo, ti ga ne gledajo, nekaj lahko taktično probaš, da vse ne gledam, mi naprimer vedno izkoristimo možnost, če lahko vidimo kakšen trening naslednjega nasprotnika, prav živo. Potem pač preveriš samo, vizualiziraš stadion, igrišče, podlago, slačilnico je to, in v bistvu brez tistega omogočenega enournega treninga greš igrati. Tega se v zadnjem času poslužujemo stalno več, predvsem v drugi ali pa v tretji pa četrti tekmi, tako kot je bilo zdaj, ko enostavno izkoristiš možnost, da doma v miru odtreniraš, ne pa da že tisti redari, pa tisti, ki urejajo igrišče, traktori so že pržgani, to so že grable, pa vse skupaj že pripravljeno, in ko je 60 minuta, ne vem, zadnjič v Solni, naprimer, so bile 10-15 minut luči, niso bile pržgane na tisto prave obrate, na tiste lukse, ki so potrebni za tekmo. Meni se vse skupaj zdelo zelo mračno, dokler nisem pravzaprav začel razmišljati, niso luči, potem moraš pognati, da luči pržgejo, potem že delegat preleti, pa vse to skupaj, ampak v 60 minuti tup, konec. Kraj, mislim, so bili primeri, ko so ti enostavno ugasnili reflektori. Kaj pa to pomeni zdaj iz, ne vem, energetske ravni igralca? Glede na to, da pač vemo, da zelo pomembno je, da prije ravno prav spočit, zato da bo idealno lahko delo, ampak ne sme biti pa preveč spočit, ker pa bo pa zaspan, na tekmi. Ja, ker zdaj rečemo, že en problem ti je, da nekdo je igral, tako se rekel, v petek ali po soboto, pa večerno tekmo v nedeljo, ima že tu problem, kak tempera do četrti. Na istem nivojih nikoli nimaš. To je zdaj, jaz pravim jaz karakter. Ampak rečemo pol, če si ti, ne vem, en dan pred tekmo dopoldne treniral, pa potem potoval, a delaš pol ti na dan tekme, potem saj zjutraj aktivacijo tam, ko si nekje v tujini. Dobro, zdaj že govorimo o know-how reprezentance, ampak niso to zadeve, ki bi kjerkoli, jaz pravim vedno ne. Kdorkoli hoče, lahko prije pogledati, kdorkoli hoče, lahko vpraša, pa dobi odgovore. Ampak to vprašanje čisto konkretno. Jasno, da seveda, če treniraš dopoldan, potem samo potovanje zahteva edino, kar fizioterapijo, regeneracijo oziroma terapijo zvečer, kar je omogočeno vsem igralcem, zaradi tega tudi kakšen fizioterapeut več. Naslednji dan je normalno aktivacija dopoldan, aktivacija včasih jo koristimo z treningom na igrišču, 35-40 minut, ko smo doma, predvsem pred prvo tekmo, če je tekma 20-45, nasilo ne. Dosti krat na potovanjih je vprašanje, kako igrišče ti omogočajo, ali greš v to, ali ne greš v to, izkoristimo pač možnosti, ki so v hotelu, prevencija, aktivacija, absolutno, včasih sprehod ni dober, ker si v nekem okolju, ki je lahko malo vprašljivo. Jaz vem, v Splitu smo imeli pred Hrvaško velike probleme, ker ko smo šli ven, je bilo okrog nas 150 policajev. In to so zgodbe, ki pač potem ti lahko več odnesejo, kot pa ti prenesejo. In v bistvu vagamo Nekaj zanima me, rečemo zdaj konkretno. Roman Bezjak, sicer ga verjetno ne boš več treniral, mogoče ga boš imel kdaj v kakmu štabu še zraven sebe, ampak konkretno on je rekel, ne vem, da se ti je prav moral skrivati, zato da je lahko naredil zjutraj aktivacijo, ker nisi ti, rečemo konkretno v Reki, imel rad tega. In on je bil pa navajen tega že odprej in je njemu, rečemo, če je bila večerna tekma, je to rad naredil. Zdaj ne vem, to veš ali ne veš, ampak rečemo, kako menedžiraš pol te igralce, ko so zelo različno navajeni, če je večerna tekma, kaj oni dopoldne delajo. Zato me zanima, ker to vsak je v svojem klubu drugače navajen. Ja, absolutno, seveda. Vsak klub ima svoj protokol, vsak trener ima svoj način dela. Zdaj, če so pogoji za to dani, da lahko miro treniraš, potem je to ok. Danes, ne vem,
center na Brdu ti to omogoča vrhunsko narediti. Ne. Vse ostalo je že prošljivo. Takrat, ko je bil Roman na Reki, jaz mislim, da je bila takrat še Kantrida, takrat še igrati nismo imeli kje bi še pa kaj trenirali. Ne. Takrat je seveda bilo zelo pomembno, da smo predtem se pač dobili, karanteno sem rad hodil zaradi tega, ker je Reka za Opatijo bila zelo mamljiva za druge stvari, ne samo za nogomet. Ne. Tudi Roman se na to razume zelo dobro. Ne. In potem pač poskušaš držati igralce v nekem razpoloženju, hkrati pa zadostiti tiste potrebe, ki jih smatraš, da ti jih nosi tekma. Ne. Ker se pravim, vztrajati pri nečem, kar ti lahko povzroči slabo voljo, slabo razpoloženje, dostikrat so se zgodile že poškodbe na teh treningih. Tu je aktivacija zelo kratka, zelo hitro lahko koga ponese žoga, ne, in jaz sem imel 2-3 probleme, ne, da so mi na zadnjem treningu zaradi neustreznosti ali igrišča ali intenzivnosti ali česa tega igralci začutili, kaj ne, in potem je to samo velika nervoza. Ampak še enkrat pravim, to je ta individualni pristop, to je tisto, kar dela nas trenerje različne, to je tisto, kar tudi sami igralci, ne, nekateri bi spali do 11. Jaz sem zelo rad, da igralci počivajo na ta način, da spijo. Jaz jih ne budim ob 7 zjutraj, ob 8 zjutraj za nekimi sprehodi, pa kakorkoli se to sliši, včasih dobro, včasih ne, jaz jih pustim, da se naspijo, ampak pravim, v večernih tekmah je obvezna aktivacija, ali na igrišču presodimo v določenem momentu, kako, če je tekma ob 3, potem aktivacija se spremeni v sprehod oziroma v nek stretching, v neko druženje bolj vse skupaj. Ne bi pa tu niti pametoval, niti posploševal, ker trenerji gledamo že taktično na neke stvari, vsak svojega zornega kota. Jaz mislim, da je to tudi eno področje, v katerem pač si trenerji dovolimo, da razmišljamo po svoje, oziroma da izkoristimo tisto, kar mislimo, da je dobro za ekipo. To pa je najvažneje. Bi nadaljevala tule. Mene zanima, se pravi, če gledam zdaj 2 vidika. Eno je strokovni tim še, ki ga imaš ti, in drugo so igralci, ki jih imaš. Ne? In meni je prav zanimivo, da si zdaj v strokovni tim dal, če gledam pač Novakoviča pa Cesarja, 2 igralca, ki se mi zdi, da res rada sta zmagovala in da bo ta vedno iskala rešitev, kako zmagovati. To je en del, ki mi je zelo zanimiv. In na drugi strani, da je v enem momentu se zgodilo, da so ti igralci, če ne vsaj nosilci v svojih matičnih klubih, kljub temu, da ne igrajo vsi, se pravi v tej top 5 ligah, ne, so pa v klubih, ki so navajeni zmagovanja. Se pravi, da so to vse nosilci klubov, koliko se rekel, ali je to Panathinaikos, ali je to Fenerbahče, ali ne vem, tudi zdaj Biol, v bistvu imajo zelo zmagovalno dobro mentaliteto v njegovem klubu, tako da se en kup igralcev, ki je navajena zmagovati, a ti je to zelo pomembno bilo, rečemo, da se ti je, ker se mi zdi na začetku tega mandata, da si imel malo krize mogoče v tej zmagovalni mentaliteti reprezentance. Ja, dobro, lahko se gleda z tega zornega kota, lahko se gleda tudi, jaz razmišljam tukaj pač o karakteru igralcev, samih igralcev, da nekje... Strokovni tim si ti namerno tak si izbral. Jaz sem prej govoril o tem, da se časi spreminjajo, da treninga več v bistvu ni, ne. In da sam proces treninga na igrišču je omejen na uro 15, ne. In samo delo na igrišču je v bistvu skoncentrirano v moštveno taktiko, v pripravo na tekme, nič drugega, ne. Da so redki tisti momenti, ko lahko mogoče kaj več potreniraš, ne. In zaradi tega je seveda mogoče tudi bo prihajal zdaj, kar se tiče nacionalnih selekcij, nekje do potrebe mogoče drugega profila trenerjev oziroma pomočnikov. Sej pogledaš klopi na svetovnem prvenstvu, kdo je zraven selektorjev, ti je zelo hitro jasno lahko, ne, zakaj gre tukaj vse skupaj. Tako da neka evolucija, nek razvoj ekipe zahteva tudi neko evolucijo, razvoj strokovnega štaba, jaz pravim. In
vse skupaj nosi za sabo takšno ali pa drugačno energijo, takšno ali pa drugačen pogled na nogomet. Ne. In tale osvežitev, ki smo jo mi naredili, se je pokazala za dobro, ampak je nastala na tistem, kar je bilo. To se pravi, zdaj govoriti, to je zdaj dobro, tisto prej pa ni dobro, mogoče selektor ni bil dober, ti to sprejme. Vse ostalo so bedarije, ne. So bedarije in jaz sem zelo zadovoljen za tem, kar imam zdaj, ne. Je pa jasno, da mogoče v mojem načinu dela, v mojem načinu nogometnega razmišljanja je mogoče kak teden ali pa kaj drugega več potreben, da priješ do tistega nekega opremljivega, nekaj, kar je videno, da ne slabo znam igrati na slučajnost. No. Slabo znam igrati na slučajnost in dokler je slučajnost, takrat so problemi, takrat v bistvu premagaš Hrvaško, ne, na začetku kvalifikacij, potem pa zgubiš na Cipru. Zdaj pa je seveda to se zavrti malo, zdaj pa igraš normalno z nekimi klubi v neki liniji, ki ti zagotavlja pozitivne rezultate in neki kontinuiteti že na samem igrišču in pa tudi od tekme do tekme. In to je predpogoj za to, da lahko priješ pozitivno skozi kvalifikacije. Ne? In zaradi tega jaz pravim, Slovenci smo pokazali pa dosegli rezultate takrat, ko je ne samo tisti nacionalni naboj, ne samo tisto, ne, ko je bila ta samozavest oziroma ta pogled, tisti zaboden pogled, ali gledaš zdaj to Rusa, ali gledaš, ne vem, kogarkoli Francoza, ali gledaš Angleža, ali vseeno, ali gledaš igralca San Marina, mislim, jaz sem tak, igral za Slovenijo in Slovenija bo zmagala. Ne. In zdaj tu ni nekega čaranja, tu ni več časa za neko psihologijo, tu ni enostavno, ker sem prej omenil zaradi česa, ne vem, kam še naj dan v del dneva, da jih ne bom ubil, da jih ne bom 24 ur na dan maltretiral. Ne. In jasno je, da tu saj tisti, ki zmagovalna mentaliteta, vsak raz zmaga, vse to je normalno. Samo, ali je to samo površinsko, ali pa to res v sebi. Ne. In vsem tu imaš igralce, ki da rečem, se bojijo zmagovanja, ker s tem prinaša zelo veliko odgovornosti. Ne vem, ne vem, to posploševanje zdaj bojijo se zmagati, to je zdaj, mogoče si že malo predolgo novinar, pa se s tem ukvarjaš, pa se navlečeš tistega, kar nosi medijska služba. Dejstvo je seveda, da se tudi mogoče bolj kot ta neka individualna zgodba pomembna, da se povezanost med 3, 4, 5, 10, 15, 20 začuti. Ne. Tukaj se pravim, tu ni časa za ta ena grupa bo tam, ena grupa bo tam. Ne. To ali si skupaj, pa nisi skupaj. To je zdaj bolj pomembno, da imaš ti. Ta tim, ti moraš imeti tim. Ne. In vsak se mora v tem timu čutiti dovolj pomembnega, da je najpomembnejši. Ampak razlika je med enim in drugim. No, prej, ko si že omenjal ta imena Novakoviča, Cesarja, ne, tu je zelo pomemben. Pa je res v nekem senci, v nekem ozadju Borut Mavrič. Ne. Aha, okay. On dela z golmani oziroma z golmanom, ki nekaj pomeni v svetovnem nogometu. Ne. In to, če nekdo misli, da je to lahko, potem naj pride pogledati, kako to vse skupaj traja. Ne. In zaradi tega tudi mogoče je tak odziv od tistega enega izmed najboljših na svetu do nacionalne selekcije, ker ima trenerja, ki zna z njim, ne, ki ima kvaliteto strokovno in ima kvaliteto kot človeka. Ne. Tu, ne vem, kondicijski trener, ki je eden in edini, ki sem ga pripeljal zraven, Luka Brkljača, ki nosi pravzaprav, ne bom rekel moj DNK, ampak ki me pozna iz reke in ki ve, kje je lahko, kje pa ne, kje je treba dodati, ampak vse to so ljudje, na čelu zdaj seveda tudi z Kopasičem, ki je ta ozek trenerski štab. Predvsem oni si upajo sami nekaj narediti. Ne. In kakorkoli, da se sliši, dosti je bilo res, kar je bilo zapisanega, dobro, da mene v Oslu ni bilo. Ja pa seveda nekdo bo rekel, saj hvala Bogu, evo zdaj pa je ta. Jasno je,
na kak način je delo potekalo, ampak pomembno je bilo v tistem momentu, ko se je pač vedelo, da jaz ne morem, ker sem pač bil pozitiven, da jasno in glasno so oni vedeli, ja, mi se dogovarjamo, mi bomo skupaj iskali možnosti na licu mesta, tam se pa mora, ker na Parknu so sami trenirali, brez mene, ne, mislim, da Parknu, kaj se stadion kliče. Rekel, vi boste eno varianto, pa drugo varianto, mi smo imeli pripravljeno že, ker proti Srbiji se mogli menjati, ampak vi na licu mesta, kako bo to izgledalo? Jaz sem prej rekel, meni je po švedski izgledala katastrofa. Vse, kar sem imel pripravljeno, vse sem mogel brisati, pozabiti, resetirati na novo, brez treninga. Sestanek, gremo na ta način, ko smo igrali. Ne. Isto je bilo tam zgoraj. Imeli so eno varianto, drugo varianto, odločitev je vaša in to je pomembno takrat ob tej zmagovalni mentaliteti, ob tej pozitivni energiji, bolj mi je tale pozitiva energija, želja, kot pa neko prestrašenost oziroma neko mencanje pa tudi če je veličina oblaka, ali ne vem, kako se koga piše. Ne. Tu so, oni so za mene tu položili, ne. Oni so položili in njim je trenerskemu štabu, ki je bil v Oslu, pa potem tudi v Ljubljani proti Srbiji, jaz, kar se mene vpraša, oni so naredili ne eno licenco, oni so naredili 2 licenci, ne, pa ne podcenjujem ničesar, jaz zagovarjam absolutno šolanje in tu je to, ampak skozi neko prakso, ki je pa bila fantastična, ne, in tu se potem pa vidi pomen vsega tega, ampak ne samo tudi strokovnega štaba, tudi okolja. Takrat je zelo veliko vlogo so imeli ljudje, ki so bili zraven z Nogometne zveze Slovenije. Ne? Ampak to so stvari, to je neko ozadje, mogoče zdaj govorim, pa nikoli več ne bom tega povedal, ker seveda nekaj je know-how reprezentance, ki ga drži za sebe, ampak jaz mislim, da so mi Slovenci toliko mali, da nekih skrivnosti ne sme biti, niti ne morejo biti. Seveda, vedno ostanejo detalji, vedno ostane ščepec soline, enega tak meče, drugega ne. Meni je ravno to me je zanimivo. Ne glede na to, tudi če verjetno vsi mi kopiramo vse tvoje treninge. Ne? Je to, ni smisla zaradi tega, ker ti stopiš na igrišče, je povsem druga energija, verjetno, kot kdorkoli drug. Ne? Zato jaz pravim, da v določenem momentu Slovenija nima dovolj velike baze, da lahko izbira točno igralce, ki točno pašejo v tvoj sistem, v tvoj način igranja. Da v določenem momentu so generacije, kjer imaš eno takšno kvaliteto, takšno in moraš prilagoditi svoje razmišljanje, svoj način tistemu, kar imaš. Ker, ja, mislim, vemo, kaj imamo. Ne? In seveda, prilagoditi zdaj način igranja, če vidiš, da imaš 2 špici, ki dobro funkcionirata, Šporarja in pa Šeška, ja, potem ne boš šel na eno špico, pa nekje tiščal enega na stran, zaradi tega, da boš zadovoljil tvojo željo oziroma tvojo ideologijo igranja na ta in ta način, ampak boš pač enostavno prilagodil tistemu, kar imaš. To pa pomeni za seveda, da pa mogoče vsak ne more na ta način igrati. Da smo sigurno drugače igrali z Iličićem ali pa igrali zdaj. Da se drugače igrala Slovenija z Zahovićem ali pa z Dedićem pa z Novakovićem od spredaj. Ne? Ampak to so tiste zadeve, ki dajo meni zaprav mogoče v nekem razmišljanju, da bomo mi Slovenci vedno v določenih momentih morali improvizirati, morali se prilagoditi tistemu materialu, ki ga imamo. Edino, če nam bo tako zalaufala šola, če nam bo tako zalaufala produkcija teh mladih igralcev skozi akademijo ali ne vem, na nek način, da bomo pač uspeli skozi to pripraviti igralce za najboljšo selekcijo. Pa seveda problem je, če bojo ti igralci iz Mure, Maribora, Olimpije, Gorice, Kopra vzgajani na nek način, z 18, 17, 16 leti pa šli v Cremonese ali v Salernitano ali v Union Berlin ali v kamorkoli drugam, v drug režim, v drugo ideologijo, v drugo način razmišljanja. Ne? In kaj bomo potem tega igralca prečrtali, ker pač ne bo po naše narejene. In jaz tu pravim, da je zato potrebna seveda neka komunikacija, ki ne izključuje sprejemanja drugačnega razmišljanja, komunikacija, ki pa mora temeljiti na tej želji igranja za Slovenijo, za to pozitivno energijo, če hočeš po tvojo zmagovalno mentaliteto, in da po nepopustljivosti in po načinu razmišljanja, ki bo včasih da nacionalno vrsto
pred klubski interes. To je danes vedno teže, ker klubi, športni direktori, lastniki, trenerji pritiskajo, kluvajo v eno. Da ne govorim, ker če bi začel o tem razlagati, kaj se nam dogajalo zadnjo leto, je to že skoraj noro, od najboljšega do najmlajšega. Ampak vsi ti so v določenem momentu nekomu mogli reči, ne, jaz sem v tem momentu v selekciji imam pogoje najboljše, kar so možne, v selekciji so vsi podatki videni, kar se fizike tiče, kar se psihe tiče, kar se vsega tiče, vsi podatki so odprti in tudi predvsem je tu zdravstveni karton zelo pomemben, ta je poškodovan pa ne more, pa bi počival. Vse se dobi, vse je napisano, vse je podpisano, vse je dokumentirano in v klub poslano, dokumentirano z podpisom in z žigom, kar pomeni tudi z odgovornostjo nekoga. In zaradi tega mislim, da se je tudi to odnos malo spremenil, kar se tiče reprezentance. Ampak jaz kot tebe gledam ali v prejšnjem mandatu ali pa v zdajšnjem mandatu, ali tudi če sem te v Reki gledal, ti večinoma ustrajaš v nekem razporeditvi, se pravi v tem nekem sistemu 1-4-4-2. Tudi je, kot jaz gledam, nekje najbližje, kar rad igraš. Čeprav si tudi zdaj v reprezentanci, kako si rekel, odvisno od igralskega kadra, ko ga imaš na razpolago, si nekoliko prilagajal. Pa tudi zdaj v tej zadnjem delu si celo stremi v zadnji nekajkrat igral. Pa bi ti rekel, da je zelo pomembno, da ustrajamo v nekem modelu igre in skozi količino ponovitev smo bolj natančni, večkrat uspemo, kot pa da ves čas iščemo neko novo rešitev. Kako se je tebi v bistvu pokazalo skozi celotno zadevo? Jaz sigurno zagovarjam nek način dela razmišljanja, ki te lahko po čim krajši poti pripelje do neke avtomatizacije. Jaz sem povedal prej, da smo imeli na voljo dosti več časa pred tem in dosti več časa je imel Milan Mikljevič, da je na svoj način, v svojem razmišljanju, v našem razmišljanju pripravil igralcev. Zdaj tega več ni, razumeš. In zdaj je treba potem, kot sem že, vse to sem že govoril, gledati na drugače. Stati za nekim sistemom, mogoče si bil prej malo površen. Jaz sem na Reki največji uspeh doživel, ko nisem igral z dvema špicama, ampak sem imel za tisto špico, eno špico Franka Andrijaševiča, igralca, ki je bil v bistvu vezen, pa zelo ofenzivno najboljši strelec lige. To vse skupaj nismo igrali klasično 4-4-2. Reprezentanta je šla na svetovno prvenstvo z Dedićem pa z Novakovićem, plus Pečnik, plus tisti ozal Ljubijankić, ki so bili pa predpogoj za vse. Predpogoj za vse, ker so oni stali pred Korenom, pred Radosavljevićem, pred zadnjo linijo, pred Beki, ampak vse skupaj je to bila ena kompozicija, se pravi neka prilagoditev. Poskušali smo letos res za 3. Super je izgledalo to v Katarju, na prvi prvenstveni tekmi proti Švedski, ko smo nismo slabo igrali, pa smo izgubili 2-0. Jaz sem bil zadovoljen. Razpad sistema je bil, ko smo na ta način probali igrati proti Srbom. Totalni razpad sistema in zakaj bi vztrajali potem, čeprav smo potem v nekem momentu, predvsem v Oslu, ko smo imeli igralca manj, so fantastično na klopi reagirali in postavili z Brekalom še 3. od zadaj na Haalanda, pa na vse tiste, ki so prihajali naprej in smo mogli enostavno to zadržati. To se pravi, da je tudi, kar se tega tiče, je to živa zadeva, ampak pri vseh teh modelih, sistemih, pa vse to skupaj, jaz se včasih kar zgubim v tej terminologiji. Kaj zdaj to pomeni? Jaz razumem in zagovarjam in govorim in lahko zdaj tu razpredam 5 dni, pa mi ne bo nikoli dolg cajt, v momentih, ki jih imaš v igri, v momentu, ko imaš žogo, pa v momentu, ko nimaš žoge. Kako se ti ekipa obnaša v tistem momentu? Zdaj, v Portorožu smo nekaj prvič zdaj poskušali pokazati tisto, kar se je videlo na tekmi, kot nek princip, tudi to je tale, v neki coni, tako se zdaj govorijo, ali gor, dol, na sredini, kaj, ampak hkrati pa dokumentira to za treningom, ki smo ga naredili. Pa treningi se snemajo, treningi se pripravljajo, in zaradi tega, da bi ravno podkrepili, da do neke avtomatizacije, do neke prepoznavnosti lahko prije seveda najprej skozi trening, drugo skozi
usmerjenost na samem treningu, ki ti zagotavlja dosti večje možnost hitrejše avtomatizacije, kot sem prej rekel, kar je potem seveda videno v naši kvaliteti na nek svoj način. Jaz imam rad, da ima ekipa nek rokopis. Ne moj, njihov. Oni igrajo, ne, jaz samo pripravim zadevo. Ne. In sigurno zdaj bi bilo neumno za temi špici, ki jih imamo, iskati nekaj drugega, kot pa če je treba tudi v Solni oziroma v Štokholmu napast Švede malo više, kot drugače. Če seveda teh špic ne bi imeli, če bi imeli kvalitetnejše vingerje oziroma drugačne vingerje, potem je seveda drugo. Mogoče nekdo hotel videti, nekdo ne vidi. Postavitev Stojanovića, postavitev Verbiča, kaj je to prineslo slovenske reprezentacije, mogoče odločilno zgodbo. Da imamo zdaj velik problem, ker z dvema veznima na sredini, z Kurtićem pa z Adamom Čerinom, seveda smo tudi dobili že neko prepoznavnost. Ob tem, da z dvema špicama igramo samo z dvema vezama, kar ponavadi. Prihajamo dva vezna, njihove tri. Ali igrajo špic vezim ali igrajo zadnji vezim. To so zadeve, ki smo jih vrhunsko reševali v tisti generaciji, ko je šla na koncu v Afriko, vrhunsko, ker smo imeli pač te igralce. In ti zdaj igralci so isto pokazali na Švedskem, da lahko na ta način funkcionirajo zelo dobro in da lahko v drugem polčasu proti Norveške funkcionirajo zelo dobro. Ampak seveda do tam jih moraš ti pripeljati, brez treninga v bistvu, ker Češka igra na en način v Salzburgu. Šporar igra na en način v Panathinaikosu. Kurtić in Čerin čisto drugače. Ne? In zdaj, če eden vezni izpade, dosti je vprašanje, zdaj je bilo to Kurtić, ne? On je že v nekih letih. Ne? On je ena izmed najpomembnejših reprezentanci, jaz to odkrito povem. Ampak 3 tekme, ki smo brez njega igrali, nismo izgubili. To je spravi, da ni, da je stvar je neke ideje, stvar je neke izvedbe, stvar je v profilu, karakteru igralcev, ki v določenem momentu pač morajo izrabiti svojo individualno kvaliteto kot to, kar služi ekipi. In danes igralci, ki igrajo na različnih igralnih mestih, danes se to drago plačuje. Danes se drago plačuje in raznovrstni igralci, ki so lahko na eni ali pa na drugi strani, od spredaj ali pa od zadaj, seveda so iskani, ne? Ker ti, če si lahko igraš samo, ne vem, desnega wingera in to je to in konec, je to vprašljivo, hitro se to prebere, hitro se to vidi, ne? In raznovrstnost v sami tekmi je tu zelo, zelo včasih pomembna in včasih to so pa zdaj tiste odločitve trenerjev, selektorjev, jaz pravim, ne? Jaz ne vem, meni se je zgodil takrat na tisti Reki, tisti Stuttgart, ne? Ja, mi smo veseli ne kot lusterji, mi smo imeli prednost iz prve tekme, ampak oni so nas v bistvu pod narekovaji ubili v tisti tekmi, ampak to je bil Stuttgart, to je bila Bundesliga, Reka, ki pa je bila 5. ali 6. v hrvaškem prvenstvu še pred 2 mesecema, ne. In seveda z Ibiševićem in vsi tisti, kako so se pisali, to je bilo, pa smo hitro povedali, potem so nas seveda, to so oni vsi obrnili. In potem v nekem momentu konec je, veš, da upaš, da se boš pretolkal do podaljška, pa mogoče nek šus zaluta in vse to skupaj nekaj preživiš, ali pa preživiš do penalov, pa tam kdo je, ne. In seveda, da bi se vse to zableklo nekje, da bi držal, ker so nas imeli, res dajo gol, gre oni naprej, aktivni rezultate, gremo v podaljške, pač menjaš. In potem se zgodi, ne, da tiste dva, ki daš noter, eden vzame žogo, poda, ta drugi pa šprinta 30 metrov, pa da gol, ne. In potem se oni na HTV-u fantastična poteza trenerja Keka, pa super, vidi se, znala so to vse skupaj. To si že prej na treningu pripravil, veš. Ja, pa to je, mislim, včasih te kaj poljubi, včasih seveda, večkrat, če se ti to ponavlja, potem ni slučajnost, ne. Ampak včasih je, jaz sem tudi knjigo, potem napisana, Poljub sreče, ne. Včasih je treba tudi srečo imeti, ne. Včasih, ne vem, mi smo šli skozi C grupo Lige narodov v tekmi v Grčiji, ko smo igrali res slabo, vsi, res smo igrali, razen enega. Jan je pa branil tam 6-7 udarcev, ki so bili znanstvena fantastika, ne. Ampak to je potem tisto, da pač v nekem momentu vole Češka, ne, na Švedskem. Taki momenti
lahko Slovenijo pripeljejo do pozitivnega rezultata. Vedno se nam je to ponavljalo. Tudi gol Dedića proti Rusom. Kdaj je pa dal potem Zlatko zobe takega? Ne? Ampak seveda, če si toliko samozavesen, toliko hraber, toliko odločen, da hočeš to provocirati, se ti slejko prej zgodi. Samo čakati, ne, v nekem bloku, tega jaz ne znam. To priznam, tega ne znam in dokler smo se mogoče na začetku tega drugega mandata mogoče malo preveč na to naslanjal, na to hitro, na to globino, ko se žoga osvoji takoj, globina, pa kar zgubljaš te žoge, pa kar zopet si pod pritiskom, vse skupaj. Zdaj smo dokaj mirno, dosti bolj mirno določene zadeve speljali in meni je bilo to kvalitetno in meni je bilo to gledljivo in meni je imelo to sliko neke ekipe, ki je organizirana. No. To me je bilo predvsem, kar si zdaj na koncu rekel, tak sem jaz imel občutek, da te zadnje tekme je bilo zelo velika disciplina pa pravočasnost. Ja, brez tega samo malo, brez discipline Slovenija, pa to pozabi, v vsakem, ampak tudi ne samo v nogometu, mi smo zdaj na rokometnem, moje gledanje, na rokometnem svetovnem prvenstvu dobro zgledali. Do tistega momenta, ko nismo prišli do boljših. Tam pa normalno rabiš nekaj več. Seveda vsem tem, da zadržiš disciplino, tisto skoraj metanje na glavo in brez tega pa sploh ne gre. Tu pa pozabiš, vse kar se mene tiče v slovenskem gledanju na reševanje problema v ekipnih športih. Ne. To je pa predpogoj. Zaradi tega pa pravim, tudi včasih moraš nekoga riskirati. In včasih nerazumljivo postaviš. Andraž Kirm je bil nepogrešljiv del reprezentance, ki je bila na svetovnem prvenstvu. Nepogrešljiv del te reprezentance. Pa je bilo v tistem momentu verjetno 10 kvalitetnejših, individualno kvalitetnejših igralcev. Ampak on je bil nepogrešljiv del nekega mozaika, ki ga je sestavljal. Ne? In seveda, zakaj ne bi to potem koristil? Zakaj bi potem hotel ugajati nekomu, ekipa pa trpi. Ne? In sigurno se nam zdaj v določenem momentu v slovenski reprezentanci poznalo, nekje se je moralo poznati, da tu ni najboljših letih Kampla, ki je bil, da je Iličić imel probleme, ki jih je imel, da ga ni bilo, a cela liga je skoraj, Liga narodov je bila od njegovih asistenc pa njegovih golov. Za eno Slovenijo je to ogromno, da so tu še neki igralci, ki nam po 30 letih prehitro zginejo, ker so po razmišljanju mnogih prestari, pa treba vse menjati, pa samo mlado. Gledaš pa svetovno prvenstvo, pa koliko je kdo bil star, ne? Pa če gledaš tiste letnice rojstev od Argentincev, ki so na koncu svetovni prvaki, ja, pri nas bi jih 3/4 že sigurno 5 let ne bi igralo za reprezentanco. Pa so svetovni prvaki pa Argentina. Ne? Se pravi, da tu včasih ugajati, včasih hočemo mi preveč ugajati, jaz sam včasih smo to preveč ugajati. Tudi te moram vprašati, pa se ti zdi, da po svetovnem prvenstvu, se ti zdi, da si prehiter zamenjal določene igralce? Zdaj bi naredil sigurno popolnoma drugače, ampak tudi seveda, tudi izkušnja svetovnega prvenstva, kar se tiče samih igralcev, pa reševanje svojih osebnih problemov skozi nastope na svetovnem prvenstvu je bilo malo drugačno kot pa predtem. Prej je bilo eno samo dokazovanje, eno samo inat, eno sama želja, da gremo do konca, da po domače vse. Potem seveda po svetovnem prvenstvu pa je že vnovčevanje bilo tudi. Moral se nekaj vnovčiti. Se tudi na koncu, jaz sem šel v Savsko Arabijo. Ampak to so zadeve, ki so človeške, to so zadeve, ki so normalne, jaz pravim, če si nekaj normalen, potem boš te svoje napake priznal, pa videl. Jaz danes rečem, jaz bi sigurno danes, pa ne zaradi tega, ker sem starejši, drugače bi reševal te zadeve, vse so skupaj. V tistem momentu pa že bilo to, ne. Ampak zdaj nekje trmasto vztrajati, zdaj to imam prav ali pa ne. Ali pa, mislim, ravno zdaj to, glede na to, da se bo to dosti v Sloveniji gledali, jaz upam, da se bo gledali, da se gleda tale vaš podcast, tole ločevanje na tiste igralce slovenske lige ali pa tiste, ki prihajajo ven. Je pa kaj mi imamo toliko igralcev, da lahko na te igralce lahko delimo na slovensko ligo. Ne? In danes mi celo en trener, ali ne vem danes, ali ne vem kdaj, pred par dnevi položil, ne? Da pa najmanj 5 bi jih moglo biti slovenske lige. Ja kaj pa, če jih ni?
Kaj pa, če jih je pa 15? Kaj pa, če jih je pa 15? Ja. Razumeš? Razmišljanje v teh, da nekdo razmišlja že na ta način, mi je že totalno mimo. Če še ta ni Slovenije, potem je to še bolj mimo. Ne? Ampak s temi, tudi to je del, prej si rekel, ne? Selektor dela vsake 3 mesece samo, ne. Tudi to je del. To je bilo malo zajebance. Se pravi, karikirano, ampak na prav način. Tudi to je naše delo, ne. Ampak dejstvo je, da v določenem momentu sigurno na odločitve vpliva lahko tudi kaj od zunaj, ne. In ko je to, je slabo. Je slabo. In mi postanemo Slovenci pametni takrat, ko je najboljše. Da ne vlečem mojih primerov, pa ne vlečem kakšnih drugih primerov, ampak in ko bomo enkrat to premagali, bomo lahko mogoče dalj časa uživali v nekem uspehu, vsak uspeh je pa grozovito trdo prigaran. Niti eden ni podarjen, vse kar se fuzbala tiče. Ali govorimo o klubskem fuzbalu, ali govorimo pa o reprezentančnem nogometu, ali govorimo o A selekciji, ali govorimo o mladih selekcijah. Zdaj se U17 pa U19 uvrstila v elite round. Na kakšen način naj nekdo to pogleda? Pa vse to ni bilo, da nam je nekdo nekaj podaril, to je bilo garanje od prve sekunde do zadnje. In zato jaz tem fantom čestitam in govorim o tem, kjerkoli pač lahko, ker pač imam to možnost. Ker to je pomembno, to je zgodba, ki je zanimiva. To je, in mi brez garanja, brez discipline, brez odrekanja, brez metanja na glavo, to je danes tako popularno, v glavnem gre samo za to, da se spoštuje neke zakonitosti v momentu, ko imaš žoge ali pa ko je nimaš. No, in tu je pri meni potem zgodba. Pa ti rečemo z mlajšimi selektorjem mlajših reprezentant. Ti komuniciraš glede principov, ki jih ti ali pričakuješ in ne vem, da se tudi sproti dogovarjate, ker vse spet prijema, da tizga ne, igralec večkrat, ko bo ponovil, lažje mu bo kasneje, ne. Se pravi, če, ne vem, sploh tu, ko imaš ti reprezentanco U21, nekateri bojo verjetno dosti hiter potrkali na reprezentanco, ne, to so potencialno, ali pa večina teh bo kasneje naših A reprezentantov, a se kaj razmišlja, ali pa se tebi zdi, da bi bilo to dobro, da imamo mi, ker mi se ves čas pogovarjamo o tem nekem skupnem modelu igre, ne, pa nikakor ne prijemo potem do tega. Zdaj, če že ne moramo modela, a da bi bilo dobro, da imamo vsaj te neke osnovne principe. Ja, dobro, zdaj, kar se tiče tega, ne, seveda je bilo dobro, da bi imeli ta model. Seveda, to je bilo super, to je bilo idealno, da bi imeli model, naprimer, kot ga ima Španija. Milijon pasov, ne vem, način igranja ali kakorkoli. Model, ki ga je nekaj časa imela Nemčija, dokler ni začela filozofirati, pa dokler niso pogoreli totalno. Ne. Jasno, da je bilo fajn model. Imamo pogoje za ta model? Je dobro zdaj od selektorja U21 pričakovati? Jasno pričakovati, da bo razvijal igralcev, da bo jih pripravljal za A selekcijo, ampak tudi on ima svoje tekmovanje, tudi on ima svoje rezultate, tudi on ima samo 2 treninga pred akcijo. Kdaj naj to naredi? Kdaj, seveda, taktična zrelost, inteligenca, prepoznavanje momenta je za mene v tem momentu, kar se slovenskega nogometa tiče, še vedno primarna zgodba. Primarna, da igralci imajo dovolj informacij, da nekdo jih kvalitetno obdela, tisti bo dober, nekdo jih manj kvalitetno, tisti bo manj dober, ne bo slab, manj dober, govorim za slovenski nogomet. In če bi pa to zadevo idealizirali in če bi to spravili pod eno streho, pod en skupni imenovalec, ali je to model, ali so to sistemi, kakorkoli pač kdo hoče, to bi bilo seveda idealno. Smo ustvarili pogoje, da lahko to naredimo. Meni naj nekdo to razloži, jaz vem, kdo to zagovarja. In jaz mu čestitam na temu in jaz se absolutno strinjam. Samo jaz sem praktik. Jaz prihajam iz igrišča. Ne, in meniš, da je možno, ne vem, da se spodbudi, da se v klubih v nekih teh smernicah... Kateri predsednik, športni direktor, klub v prvi slovenski ligi, naprimer zdaj od teh 10, bo šel za tebe nekaj delati. Pa najprej mora sebe preživeti, najprej mora on preživeti, najprej mora on obstati v določenem okolju, z določenim rezultatom, z določenimi željami, potem bo pa, da bi lahko šele mogoče kaj drugega razvijal. In seveda v komunikaciji na nek način
Ja, ampak jaz se ne morem s trenerji prve lige pogovarjati, bilo bi fajn, če bi na ta način igrali, če bi po tem modelu igrali. Nekdo bi mi rekel, ti v Mariboru bi mi rekli, da sem totalno zmešan, da bi mi, on v Olimpiji me ne bi niti razumel. Ampak ni to neka... Pa kdo v Bundesligi igra isto? Dober, če mi govorimo o Bundesligi, če govorimo o principih, ne bojo igrali, praktično noben ne bo igral zaprt nogomet na kontro. Vsi bojo poskušali igrati visoko, velik teka, presinga. Ampak oni imajo pogoje za to, oni so ustvarili z sistematizacijo, z infrastrukturo, z selekcijo so ustvarili pogoje, da lahko to delajo. Mi nimamo osnovnih pogojev za trening urejenih, bi pa zahtevali, da igramo na najvišjem taktično možnem načinu. To je meni nerazumljivo. Ti si kot selektor si štartal v reprezentanci U16, ne? Ja. Jaz sem bil takrat trener kadetov v Celju. Ampak mene je zanimalo, kakšne principe imaš ti, zaradi tega, ker na takšen način sem jaz vedel, da imam več možnosti kakega svojega igralca pripeljati bliže tebi. Ja, mi smo imeli zdaj, na primer, sestanek v Portorožu v okviru tega seminarja in nek termin vmes je bil sestanek selektorja z trenerji prve lige. 5 jih je prišlo. O čem se bomo mi pogovarjali? Mislim, to je resnica in to je sigurno nekaj, kar moramo vsi stremeti iz stroke, da bo boljše. Danes ne sme biti, to je Kekovo razmišljanje, to je Katančevo razmišljanje, to je Zahovičevo razmišljanje. Ali je tvoje razmišljanje za slovenski nogomet ali pa ne. Jasno je pa, da se vsak za sebe bori. Normalno, da v tistem momentu Maribor za svojo ideologijo, za svojim načinom razmišljanja, za svojimi principi, z ljudmi, ki so bili to sposobni, prišel do Lige prvakov in je to ponavljal. To ni bilo slučajno, to ni bil en šus. To je bilo ostati v Champions League, priti v Euroligo. Mislim, da ne govorimo o tem, ampak s svojim načinom, da v tistem momentu mogoče bilo razmišljanje v Olimpiji pa ponoma druge. Mi imamo zdaj v enem momentu možnost, kar bi bilo zanimivo mogoče diskutirati, mogoče kje druge, ampak medije včasih dobro, da kaj poveš. Gledal sem mlado reprezentanco v Murski Soboti proti Bolgariji, zadnjo tekmo, novembrsko tekmo termin. Mislim, da je bilo 80% igralcev tisti, ki igrajo v slovenski ligi, prvi ligi. To je potencial. To je problematika, o kateri se da razpravljati. O kateri se splača razpravljati. To je problematika, o kateri se, po mojem, splača vložiti energijo. Na kak način Ratnika razviti, na kak način Vipotnika razviti, na kak način Antolina razviti, na kak način dati Sešnarju več. Ne? Ali je zdaj to dobro, da je ta mali desni bek z Domžal šel v Ameriko? Mislim, to so živi problemi. Zdaj govorimo o živih problemih, zdaj ne govorimo o neki teoriji, ki se lepo bere, ki se lepo sliši, ampak je opremljiva. In jaz sem absolutno, če se vrnem nazaj, za slovenski model, za slovensko prepoznavnost. Absolutno. Ampak zato morajo biti ustvarjeni pogoji in zato mora biti ideja večjih ljudi, ne samo enega. In ko bo ustvarjeno vse to skupaj, z pravo komunikacijo poiskati prave vzvode, prave poti, ki nas bojo pripeljali do tega. Vse ostalo se bojim, da bo izvenelo kot neko nakladanje oziroma kot nekaj, kar je neopredeljivo. Ker ti danes v prvi ligi, govorim seveda zdaj za članski nogomet, moraš nekemu lastniku, stalno večjih je teh, položiti račune v določenem momentu. Ne vem, kaj bo da ti, jaz bom zdaj v Celju razvijal Karničnika, pripravljal ga, da bo on igral v Kazahstanu, Celje bo pa 4 tekme zaporedoma izgubilo. Jaz razumem, kaj ti hočeš ti reči, ampak jaz sem tu na drugi strani, tam, ko sem mogoče začel zgodbo. Se pravi, s tem, ko bom jaz spravil igralca do nivoja reprezentance, ker bo selektor zadovoljen, verjetno tudi mi smo vse en razvojna liga, več ali manj. Bili. Prihaja, to je moje osebne mnenje. Mi nismo dolgo smo se skrivali, prva pa druga kvaliteta liga. Ja, ampak dolgo smo se skrivali zaradi tega, da smo razvojna liga. Smo razvojna liga, če je
v eni ekipi 13 tujcev, v drugi ekipi 18 tujcev, v tretji ligi ne vem koliko tega. V katerem momentu imajo ti mladi igralci izziv oziroma neko vizijo za svoj razvoj. On mora najprej biti prepričan v svoj razvoj, da ga lahko doseže optimalno stanje skozi trenažni proces slovenskega prostora. Ne pa, da mu je prva misel za 100.000 evrov preko meje. Levo, desno, gor, dol, sem tja, ne. Ker po drugi strani, ne, pa jaz, ko se pogovarjam tudi v podcastu z igralci, ne, še vedno imamo to, da igralec, ki zapušča slovensko ligo, doživi šok v intenzivnosti treninga v tujini, intenzivnost tekem in vsega ostalega. Zdaj, če se vrnem naprej. Zato govorim, ne, ker reprezentanca, če pa dosega, tako ko zdaj govorimo, ne vem, 17, 19, pa prehaja v elite round, pa upajmo, da ne ena pride na evropsko prvenstvo iz tega ven. Ne. Pa če si ti, se pravi, uspel zdaj, da dvigneš nivo, da premaguješ Lahdance, Švede, ne vem kogarkola, mi se pogovarjamo, ne vem, na drugi strani, sam čez mejo gremo, Avstrijci so 15 let nazaj postavljali, se pravi, skupno neko idejo, kako bi ne liga izgledala, kako bi se ne igralo in tam noben ne igra bunkerja. Vsi igrajo gor dol. Se pravi, nekako se da. Ravno tako ni, ne. Jaz, ko gledam tekme Salzburga, ker pač igra Beni tam, ne, pa proti Tirolu ali pa kar je. So suvereni vseeno v tej ligi, ne. To se pravi, da nekdo 80% časa razmišlja o branjenju. Da ne igrajo isto. Ne more gor priti. Ne vem, zdaj, v kiro cono, ali prvo, drugo, tretje, četrto, te cone še ne razumem najboljše. Ampak se pravim, prej se zopet vrnem, ko bojo ustvarjeni pogoji, da bomo lahko razmišljali o isti ideji. Tu pa, jaz še pri tem razvoju teh mladih igralcev še vedno ne vidim možnosti za nek kvaliteten razvoj, če ima ena mladinska ekipa top klubov 13 igralcev, drugih ima 15, en teden grejo gor, drugi teden grejo dol, ali grejo gor, ali pa ostanejo tam. Ne pa to, ali igrajo za kadete, ali igrajo za člane, kakorkoli skupaj. Se pravi, mi smo v določenem momentu sigurno izgubili bazo nogometno, če to priznamo komu ali ne. Košarka, odbojka, individualni športi so nam dobro pobrali vse to skupaj. Mi smo zdaj pred enim problemom, da bi morali, po mojem, čisto na temelju začeti zagotavljanje seveda zadostnega števila otrok in moških in ženskih, ki bi nam dala neko bazo, iz katere se bo potem izlušilo dobro ali pa manj dobro. Ne. Teorizirati pa fantazirati o nečem, baze pa nimaš. Če ima ena ekipa, mladinska ekipa, se pravim, vodilnih klubov v slovenski ligi 13-14 igralcev, druga mogoče 15, včasih 9 na treningu, vse skupaj, na kak način? In sigurno je tu neka ideja, te akademije mi najbolj ne štimajo, nekih centrov, ki bi bili nosilci neke kvalitete, predvsem kvalitetnega dela v dobrih pogojih, potem je tu neka ideja, ki mi je blizu, meni blizu. Vse ostalo je borba za preživetje in tukaj pa se zdaj vračamo na stroko, ne? In to je podcast, ki se naslanja na stroko, ne? Da pa moramo mi najprej stroka pri sebi razčistiti. Ne? Bil si v Portorožu, dvorana je bila nabito polna. Nabito polna. Pa gremo dalje, kdo vodi v slovenski ligi? Trenerji, kateri so. Koliko je slovenska stroka? A vsem skupaj, zelo redki so primeri, ko za uspehi klubskega ali pa reprezentančnega nogometa ni stala slovenska stroka. Tudi slovenska stroka je zgubljala, doživljala razočaranja. Jasno, vse to je normalno, zdaj pa mi Slovenci ne moramo biti stalno na vrhu. Ampak slovenska stroka. Moje mnenje je, da je tu bolj kot zdaj to neko teoretično razmišljanje. Moramo najprej urediti stroko. Urediti, pripraviti, temeljno, tako so igrišča pomembna, tako mislim, da je tudi stroka pomembna. Vse te, ne, vse to bo nekdo, ta znanja bo moral nekdo prenašati. Imamo mi ljudi, da bojo to prenašali? So ti ljudje dovolj kvalitetno plačani, oziroma dovolj, da bojo, mislim, ni to samo ena zgodba, to je skupek vseh različnih poglavij, različnih zgodb,
ki so lahko uspešne samo, če se dosti tega poklopi skupaj. Če bo pa nekdo vlekel na svojo stran, oni na svojo stran, oni na svojo, ni šans. Jaz sem prej oponiral, da je naša liga razvojna. Bila je super razvojna in zaradi tega so tudi igralci delali. Danes je tega delali transferje, ki so bili dobri, težki. Danes? Za koliko se danes ti transferji delajo? To se pravi, da nam nekje štima. Igralec igra 2 tekmi za reprezentanco, ne vem, zadnji primeri, naprimer Mure, pa to je skupaj prva možnost. Tup ven. Jaz sem skoraj osebno pričan, da bi nekdo boljše in kvalitetnejše se razvijal oziroma napredoval tukaj pri nas doma. Samo, če nima pogoja, potem je jasno, da gre, da razmišlja drugače. In zaradi tega jaz pravim, da deljenje na te sekvence, ki se stavljajo nogomet kot igro takšna, kot pač je, a videla se je, kakšna je ta zdaj na svetovnem prvenstvu, tega doben ne more zanikati. Pa lahko trobentajo, koliko hočejo, da ni bil termin pravi, da je toliko onega, pa toliko drugega. Ko govorimo samo o igrišču, omejenem igrišču, tam se je dober nogomet igral. In danes se principi vejo, mi nimamo tu kaj izmišljati, po mojem. Nimamo koga kopirati. Nimamo kaj kopirati. Samo danes je en Maroko igral na en zelo modern način. Zelo prepoznavn način. Za svojo disciplino, za svojo organizacijo. Potem pa se seveda enkrat bolj, drugič manj vidi individualna kvaliteta, ki določene zadeve rešuje. Mislim, nam mora biti, ne vem, razmišljanje, ne mora rekel model, ideja Japoncev, ideja Korejcev, ideja Maroka. Vse so to neki reprezentance, ki so dale v nekem momentu touch. Tudi mi smo dali svoj touch. Mi smo zmagali na svetovnem prvenstvu. Mi smo držali Ameriko v tresenju. Se pravi, omejevati se pa samo na eno zgodbo je meni brez vede, ampak ker jaz izhajam iz stroke, pa ker zagovarjam slovensko stroko, s tem, da najbolj spoštujem stroko, ki prihaja tudi drugod, ker sem sam bil več kot 20 let od zunaj. Se pravi, izzivov je ogromno, energije vidim, da je tudi pri mladih trenerjih. Ali to pade na plodna tla, je pa zdaj drug problem. Tu je pa zdaj drug problem in tudi to novo vodstvo trenerske organizacije in vsega tega je pred strašnim izzivom. Strašnim izzivom povezati slovensko stroko, usmeriti slovensko stroko, ne pa pametovati slovenski stroki. Jaz lahko samo delim svojo izkušnjo, svoje znanje takšno in drugačno, ne pa pametujem. In tu je seveda zdaj čas, ki zdaj prihaja, čas, ki bo verjetno malo bolj urejen, bo pokazal hitro, v katero smer gre. Seveda neka resnica prije v določenih momentih, ko igrajo nacionalne selekcije, rezultati, neka resnica prihaja v določenih momentih, ko grejo klubi v Evropo. Okay. Zdaj, rekel si, da je dol, ko smo bila v Portorožu, je bilo 500-600 trenerjev je bilo v dvorani, ampak meni je glavni problem v bistvu to, da ko pa iščeš trenerja za klub, ga pa ne najdeš. Zdaj, kakšni so to razlogi? To je en del, drugi del pa, ker se po mojem midva dosti strinjama, jaz upam, da se strinjama, kaj ti meniš o mentorstvu v Sloveniji? Jaz zelo pogrešam več mentorstva pri trenerskem delu. Absolutno bi vsi ti trenerji z nekim pedigrejem, z nekim znanjem, z nekim rezultatom za sabo, seveda, če se to pripravljeni, morali svoje izkušnje, svoje znanje posredovati dalje. Ne samo na tiste trenerje, ki so v klubu. Slovenija je enostavno premajhna, da bi se lahko ločevali na ta način in tu se absolutno strinjam z nekim mentorstvom, ampak tudi nekdo mora to organizirati, nekdo mora to pripraviti. Ne vem, kdo bo to delal. Problem je verjetno spet finance na koncu. Seveda, zdaj... Mi govorimo tudi za najmlajše trenerje, najboljše trenerje, ampak finančno je pa... Samo govorimo o praksi, je pa čisto nekaj drugega. In seveda, dokler ljudje ne bojo tega razumeli in bojo ljudje stremeli za tem, da bojo igralca 17, 18, 19 let, ko se pokaže ena možnost za transfer, da ga bojo takoj prodali, ne bojo ga pa upali dalje razvijati, pa mogoče iz 1 milijona, pa že to je, pač da malo karikiram, poskušali narediti 3 milijone, takrat je tu pač vprašanje, ampak mislim, da so finance tu odločilne.
da če ti kot trener, mlajši selektor, pa tudi prvi ligar, karkoli, nimaš zagotovljenega nekega dostojnega nadomestila za vse to skupaj, da potem si obremenjen z zadevami, ki te oddaljujejo od stroke in potem trpi stroka. Tako da to je vprašanje, ki ga seveda pač rešujejo klubi na določen način. Ampak se pravi, izziv pa je sigurno to za kaj več kot pa najem pogovor. V tvoji karieri, ko jaz gledam, se pravi, ali kot igralec ali kot trener, praktično nikjer nisi z izjemo Saudske Arabije, vse posod si ustrajal 4-5 let. Tudi ko si šel v tujino kot igralec, si bil 5 let v Avstriji, si prišel nazaj v Maribor, si 5-6 let še igral, preden si zaključil kariero. Ko si vzel mandat reprezentance, je bil dolg, v Reki si bil 5 let. A je pomembno, da imajo trenerji tudi tu možnost nekega dolgoročnega dela, ker glede na to, da v zadnjem tem reprezentančnem ciklu si že tudi sam enkrat rekel, verjetno bo treba nekaj narediti, pa je potem se reprezentanca dvignila, pa je bilo dobro. Zdaj, eno so medijski zgodbe, eno so medijski spini, drugo pa je zadeva takšna, kot je pač dejansko v problemu same stroke. Jaz mislim, da kontinuiteta nekega dela sigurno je eden izmed pogojev za uspešnost. Jasno je, da je tu meni zelo pomembno, kdaj ti kot sam začutiš, da več ne moreš dajati. Da lahko samo še jemneš plačo. Ne vem, pa ne zaradi tega, ker sem jaz v enem momentu na Reki, ker smo v bistvu vse osvojili, kaj se je osvojiti v tistem momentu dalo, ker je bila ena zgodba, ki je prerasla v nekaj več kot samo odnos predsednika pa trenerja, naprimer, ko bi lahko še verjetno danes bil spodaj. V enem momentu, ko sem jaz sam začutil, da več ne moram dajati, da lahko samo še jemnem plačo, potem je bila ta zgodba hitro končana. Kar se tiče seveda tega, je jasno, da kontinuiteta, tako kot rabiš pogoje za delo, tako rabiš tudi določeno kontinuiteto, zaupanje, če hočeš zaupanje in sigurno, da se nikjer niso te kontinuiteta nogometnega kluba Maribor pod vodstvom že nekaj trenerjev nazaj. Je dala rezultate, ker je bila kontinuiteta. Zdaj, če ti po vsakem porazu visiš, ampak to je tudi naš nacionalni šport, je pač to in zaradi tega mogoče tudi ta moj poudarek v Portorožu. Ja, vsi mi smo v nekem momentu hočemo zmagati, radi zmagamo. Vsi mi smo v nekem momentu konkurenti iz stroke. Ampak če ta želja za zmago, želja za uspehom preraste v bolano komunikacijo, v vse kaj drugega, kot pa nekako kolegijalno fair play, potem to hitro zgubi svojo zgodbo in te zgodbe se nikoli dobro ne končajo. Nikoli. Ko jamo koplješ drugemu, zelo hitro sam sebe zakopaš na neki drugi strani. Ampak se pravi, jaz sem imel srečo. Tudi na koncu sem zbiral sam te sredine. Brez menedžerja, brez agentov. Razen Saudske Arabije in zaradi tega sem tam tudi hitro dobil po Tintarju. Ja, je važna, ta komunikacija je zelo, zelo važna, tudi za tistimi ljudmi, ki financirajo, ki vodijo, katerim odgovarjaš. In tu je tudi pomembno odnos do športnega direktora, odnos do predsednika. Danes se zgodi, ne vem, da predsedniki že mislijo, da več vejo o tebe, in potem si v problemu, takoj si v problemu. Jaz zagovarjam, da bi tudi športni direktori morali imeti neko stopnjo nogometne izobrazbe, licence, ki bi jo morali potrjevati. To je zagovarjam, ker vsak, ki ima 5 minut časa, menjuje stroko, se počuti bolj pomembnega, kar se stroke tiče in ve več od stroke. Ne gre na najnižjem nivoju ali pa na najvišjem nivoju. Kdo so pa tvoji mentori bili? Bilo jih je kar nekaj. Ko smo pri mentorstvu. Bilo jih je kar nekaj, imel sem pač, ne vem, začel se je naprimer z mentorstvo. Tisto, kar pač gledaš, o čem razmišljaš nazaj. Ivan Džalma Markovič, nekateri se še ga mogoče spomnijo, nekateri ne. Jaz sem bil takrat zelo mlad igralec, ko se mi je začel odpirati nogometni svet. Potem so ta imena bila seveda Kajo Grubišič, Bojan Prašnikar, Verdenik, Miklavič.
Vse to so neki ljudje, s katerimi si sodeloval, ki so ti dali, pa še verjetno sem koga pozabil, ne, ki so ti dali nek način razmišljanja o nogometnih problemih. Nekdo ti dal več, nekdo ti dal manj. Posnemal, pač taki tips nisem kaj dosti. Ne. Jaz sem danes končal, jutri sem bil pomočnik Bojanu Prašnikarju v generaciji, ki je pač Maribor prvič zapeljala v Champions League. Ne. V reprezentanci sem imel v nekem momentu, pa tudi že predtem sem imel Maribor, pa potem naprimer Zdenko Vrdenik mi je bil v nekem momentu zelo blizu, čeprav mi zdaj to oporeka, ampak tak in pač smo mi Slovenci, se to ni dobena nova zgodba in ni dobenega problema. V reprezentanci vloga Milana Miklaviča, ki je vedel 5krat več nogometa kot jaz. Zdaj pa je način, kako se vse skupaj to prezentira, ampak jaz bi tem mladim položil, jaz sem zdaj že star, ne bojte se komunicirati ali pa iskati znanj, ne pri Guardiolu, pri Klopu, pri Ancelotiju, ampak tudi v svojem okolju, v svojem prostoru, ker ta informacija je bolj oprijemljiva, bolj praktična in lažje izvedljiva. Ker če gledaš zdaj treninge od Cityja, jih moraš na nek način predelati, obdelati, prilagoditi in vse to skupaj. Ne. Tako da jaz bi res položil na srce tem mladim trenerjem, da se dajo dobiti tudi v domačem okolju zelo dobre informacije. S tem pa seveda ne se bati, pa iti tudi iskati znanje ven. Ampak ne zato, da boš kopiral, ker vsaka kopija je 5krat slabša kot original, ampak da te bo mogoče dalo neko idejo o svojem razmišljanju. Zato sem se jaz lotil tega podcasta, ker mi dobivamo ves čas neke ideje, kot da trenerji nismo pripravljeni deliti znanja ali pa komuniciranja ali pa nekaj v tem smislu. Zdaj na koncu ugotavljam, da meni praktično noben ne reče, ne bom povedal, kako delam, zakaj delam na tak način ali pa drugače celo. Lahko pridejo, pač tako, ko si ti tudi vmes rekel, pridite pogledati na treningu, vse so odprti treningi, boste videli točno, zakaj se gre, s tem, da marsikjer trener celo reče, povej prej, da boš šla zraven na igrišču, ker je pomembno, kaj jaz govorim. Ja, dobro, to zdaj... Verjetno tega ne bo možno, ampak tako hočem reči, da mislim, da slovenski prostor je pripravljen iti v diskusijo in se pogovarjati s tem, da upajmo, da tudi na tak način, da se bomo malo več pač povezovali. No. Ne vem, nek moj pogled na problematiko slovenskega nogometa zdaj. V določenem momentu mislim, da je v slovenskem nogometu premalo nogometnih ljudi. Oziroma, da so se tudi tu nimamo široke baze, da nekateri zelo pomembni ljudje so se tukaj umaknili enostavno iz tega, te mešance različnih emocij, gledanj in dojemanja nogometa, kot pa da bi na nek svoj način pomagali. In mi nimamo tudi tu take baze, da si lahko privoščimo danes, da enostavno najboljši nogometni delavci na nek aktiven ali poaktiven način ali pa pasivni način sodeluje v nogometu. In mene ni bilo sram pred Južno Afriko iskati izkušnje pri Philip Gartnerju, kaj se višine tiče, kar se višinskega treninga. Ne vem, enkrat smo bili z Rijeko na treningu v Kranjski Gori, pa je starejši Kopitar prišel. Mislim, to so prave izkušnje, to so zgodbe, ki ti lahko pomagajo. Drugo so nogometne zgodbe. Danes je malo nogometnih omizij, tako so bilo včasih na Malem Lošinu, ko so tam je 50 ekip šlo na trening, pa ko so se ti veliki trenerji s Čiro Blaževičem, veliki tako ali drugače, za enega ja, za enega ne, na koncu zvečer sedli za eno mizo, pa je to debata padla, nogometna debata. Ne. Danes je to vse omejeno v neko v bistvu skrivanje, a vse se vidi. Mene so danes me vprašali, moj trener, če nabavimo dron za snemanje, ne? Za reprezentanco. Za reprezentanco. Sem jaz rekel, če vi to rabite, če je to nam potrebno, 3 drone. Ampak to, kar bo na dronu videno, to jaz hočem, da
date na razpolago vsakomu, ki bo to hotel. Ker meni ne rabiš treninga rezati, pa pripravljati, pa vse to skupaj. Zato sem tudi v Portorožu vztrajal, da pokažemo tisto, kar je vidno, ne tisto, kar bi bilo idealno, pa risano, pa kuglice predstavljamo, to vsi vemo vse. To danes je, to je moda taka, da te ubije, ko gledaš te zgodbe. Ampak seveda, če se vrnem naprej, mi si tudi v Sloveniji, tako kot si ne smemo dovoliti, da bi šel mimo vsak talent, vsaka kvaliteta igralca, ki lahko katerikoli selekciji pomaga, tudi kar se stroke tiče. In jaz pogrešam v slovenskem nogometu več nogometašev, nogometnih delavcev, tisti, ki znajo. In tukaj sigurno, da smo omejeni in da se seveda potem hiter izpad nekoga, hitro nekje pozna na nečem. Ne. Jasno je, ne sme pa biti tu zaviranja, da ne pustimo tam mladim z novo idejo, z novo energijo, da pridejo naprej. Zato pa pravim, spoštljiva, ampak kvalitetna obojestranska komunikacija. Samo to nikak, da se prime. Mogoče, počasi. Čuj, kaj bi ti svetoval mladim igralcem danes? Igralcem? Ja. Igralcem bi svetoval, da glede na to, da si zelo veliko kvalitetnih. Da živijo oziroma da se zavedajo privilegije, ki jim je dala narava, da uživajo v najlepši sporedni stvari na svetu. Sicer zelo klišejsko se to sliši, ne, ampak naj se zavedajo, da to, kar jim je dano, če ne bo podkrepljeno z delom, če ne bo podkrepljeno z stalnim učenjem, ponavljanjem, spoštljivostjo, ne bom rekel ponižnostjo, ker tale izraz mi pri Slovenci gre stalno bolj na živce. Mi smo ponižni, koga moramo biti ponižni? Mi moramo biti spoštljivi, ampak najprej do sebe, potem pa do vseh ostalih. In sigurno, da danes največje svetovne zvezde vlagajo ogromno v sebe, v svoje delo. In sej Ronaldo ni moj tip, ne. Nisem za to. Ne vem, umetno se tisto ne da ustvariti, ko pogledaš njegovo telo, ne. Pri vseh teh, pa ne vem, teh mladih zvezdnikih. Haaland ni nastal samo zaradi talenta, zaradi genov očetovih, ki je bil tudi dober igralec, ampak za tem stoji delo, vlaganje v sebe. Fajn je otrenirati 2 uri, biti še malo tanko, zahtevajo trenerji, vse ostalo je pa lep način življenja, ki ti ga pač omogoča malo boljša finančna situacija. Kratkega veka vse to traja. Ne? In jaz pa zdaj enega zraven sebe, namenoma govorim zraven sebe, ki vlaga že skoraj preveč v sebe, ampak ki ima strahovit potencial, da bo uspel na svetovnem nivoju, ne samo na slovenskem nivoju. Ampak zaradi tega, ker je v vsakem momentu pripravljen se učiti, poslušati, deliti to svoje zadovoljstvo z možnostjo igranja nogometa in pa spoštovati tudi tisto, kar je sam naredil. Ne. In jaz mislim, da tu tudi ni nekega pametovanja. To vprašanje je bilo pa res čisto novinarsko zdaj. Ja. Vse je, ampak vseeno drugače je slišati igralcev, ko reče, ne vem, ali, to je pač standardno vprašanje, ne? Ko vprašaš ti, ne vem, enega uspešnega igralca ali pa trenerja, ki je dal neki uspešnih igralcev čez svoje roke, ko pa če mu nek prijatelj tam reče ali pa kar tako. Ne? Včasih je lahko nek napotek, neko razmišljanje, kritika nekoga popolnoma nepomembnega. Zelo pomembno. Vse to si bojo sami izbrali. Zelo pomembno, jaz pravim. Ne. Kaj boš pa staršem rekel? Ker ne pomaga tako nič, ne. Ne pomaga nič. Redki so tisti, ki razumejo problematiko, kar je tudi v današnjem svetu, v današnjem novem svetu razumljivo. Se o svojih otrocih skrbijo, pa se razburjajo, pa veselijo. Meni je lepo zdaj videti sliko Dončića mlajšega, pa Dončića starejšega. Ko skupaj sedim. Meni je to lepo videti. Meni je to super. In izhodišče ne bo v tem nekem normalnem odnosu, v neki normalni komunikaciji, sej na koncu tudi sam imam sina, ki je trener, ki pa so to debate včasih na zelo visokem nivoju, včasih pa zelo take trde debate, ne, ampak tu
tu bi jaz odgovornost dal kar na obe strani. Kar na obe strani in fajn je danes trener reči, ja, saj starši me pritiskajo. Ja, majster, zato si pa trener, zato pa si tam, zato ti pa nekdo zaupa vlogo trenerja oziroma še človeka, ki razvija te igralce samo skozi šport, ampak tudi skozi življenje. In danes je ta linija zelo zabrisana. Danes ne moreš biti samo trener več. Pozabite. Čisto na konc, slogan našega podcasta je nogomet je veliko več kot le zmaga in poraz. A bi dal kak komentar na to, glede na to, da si bil res dober igralec? Igralcem nisem bil nekaj posebnega, no, ampak igral si na zelo visokem nivoju, ne bi preveč skromen. Znan si bil pa potem, kar se danes zelo, zelo redko še vidi v nogometu, to je dati gol z 35 metrov, spraviš tosa. Ni prostora, več ni časa, nimaš prostora, nimaš časa. Ampak tudi s prostih strelov noben več ne strela z take velike razdalje. To je zdaj drug sicer problem, ampak tale slogan, za mene je nogomet še vedno igra. Za mene je nogomet emocija. Za mene je nogomet nekaj, kar mi je omogočilo, da zelo lepo živim, da tudi živijo moje lepo, ampak je zahtevalo tudi zelo dosti odrekanja. Ampak jaz danes nogomet še stalno gledam kot na igro, ne na analizo, tup, to je to, podatki, to je to, številkami z metri, zaključeno z vsem tem, ne. Nogomet, ko zgubi nogomet vrednost emocije, karakterje, ljubezni, sovraštva, veselja, žalosti, potem ta slogan več ne velja. Ful ti hvala za to, da si bil moj gost. Jaz upam, da si užival, da ti je čas dober mineval, pa da smo se držala tistega okvira, ko smo rekla, da bomo. Želim ti res, da bo uspešno leto 2023, da dobro štartate tiste prve pomembne tekme, kvalifikacijske. Hvala najprej, jaz vsakemu rečem hvala, da ste prišli pod Pohorje, tudi vama dvema, tudi je prav, da nisi sam tukaj, ne. Hvala, da ste prišli pod Pohorje, to je Maribor v vsem dobrem, pa vsem slabem, pa mi je všeč ideja, da se nekdo na ta način pogovarja o nogometu in jaz upam, da je ta ideja gledljiva in hvala tudi Nogometni zvezi, kar se mene tiče osebno, ne vas, da je to zadevo podprla, na koncu sem vseeno selektor, ne, in jaz mislim, da lahko samo na ta način podajanja svojih mnenj, svojih razmišljanj za neko pozitivno, spoštljivo komunikacijo lahko napravimo več. Ne. In sigurno je zadeva dobrodošla in tudi vam vsem skupaj vse dobro v naslednjih oddajah. Hvala lepa. Mi se pa kmalu vidimo spet. Lep pozdrav. Adijo.